Dobrodošli v Sensa podcastu. Danes imamo enega čudovitega gosta, to je Matej Škufca. Matej že 20 let se ukvarja oziroma vodi eno posebno terapevtsko metodo, ki se imenuje postavitev družine. Deloval je kot asistent priznanega nemškega psihoterapevta Berta Hellingerja in leta 2002 metodo pripeljal v Slovenijo ter iz nje razvil svoj edinstven način dela, ki pomaga ljudem v raznoraznih težavah. Matej, hvala, ker si prišel. Ana, najlepša hvala za povabilo. Zdaj, nisi hotel, da ti pošiljam kakšne vprašanja vnaprej, tako da ti zdaj sporočam, da bova danes govorila predvsem o odnosih, o partnerskih odnosih, pa o vsem tem, kar vpliva na nas, kako v bistvu družinsko drevo, vse, kar se je kdaj zgodilo v naši družini, kako to vpliva na nas. Ja, jaz sem pripravljen. Odlično. Hellinger pravi, da je partnerski odnos vrhunec življenja. Povej mi, a se strinjaš s tem, da je partnerski odnos res nekaj najbolj pomembnega na tem planetu? Ja, za večino ljudi vidimo, da je vrhunec življenja, ker takrat, ko stopimo v partnerski odnos, dejansko sam partnerski odnos pride do vrhunca takrat, ko moški in ženska, tisto, kar sta dobila od staršev, data naprej drug drugemu in potem skupaj oba otrokom. Ja, to je tisti vrhunec življenja. In se strinjam z Bertom. Definitivno je to. Če opazujemo življenje, vidimo, da je stavek, ki je resničen. Zdaj, marsikdo bi pa vseeno lahko temu oporekal s svojimi razlogi. Kako pa gledaš, se pravi, eni ljudje vseeno preživijo življenje brez partnerskega odnosa? A gledaš na to kot na neko usodo, karmo tega človeka, ali je to nek podzavesten strah pred bližino in vsem, kar bližina prinaša? Ja, mogoče eno in drugo. Ampak kljub temu za nekatere, ki ne živijo v partnerskem odnosu, imajo ploden odnos na drugih področjih svojega življenja in na tak način služijo življenju s tem, ko svojimi idejami, talenti in projekti služijo drugim ljudem kot vzgled, kot tistim, ki jim dajo zaposlitev in so različna področja življenja, ki so lahko plodna. Kaj pa je to, kar nam tako zelo otežuje partnerske odnose? A veliko problemov v partnerskem odnosu nastane ravno s tem, da eden ali pa običajno oba, da nista pomirjena s svojimi starši, da nimata vzpostavljenega reda v izvorni družini. Kako pomembno je, da najprej spoštujemo pa sprejmemo svoje starše, da lahko potem sploh spoštujemo svojega partnerja? Ja, tako, ko si dejansko že pol odgovora dala v tem vprašanju, Ana, če smo nemirni v odnosu s staršem, bomo ta nemir potem prenesli tudi v partnerski odnos. In partnerski odnos dejansko bo s tem prizadet. Hkrati bomo čutili, kako nekdo hrepeni, ampak dejansko njegovo hrepenenje po starših, ampak partner tega hrepenenja ne more izpolniti. Tudi v tem kontekstu odnosa s staršem in našem nemiru v odnosu s starši, zakaj ne moremo najti miru s partnerjem? Zaradi tega, ker mi nismo izgubili v odnosu s partnerja. In potem moramo meriti, poiskati tja, ker smo ga izgubili, se pravi odnos s starši. In dejansko vidimo, da ta naš odnos s starši je celoživljenjski odnos za nas, ker tudi, ko naši starši umrejo, imamo še vedno očeta in mamo. In ko ljudje tudi opazijo, ali pa večinoma sploh ne opazijo, da tudi, ko so njihovi starši mrtvi, njihova smrt ni prinesla njim miru. Še vedno niso pomirjeni z njimi. Se pravi, smrt sama ni rešitev za te odnose. In je neko delo v partnerskem odnosu, je delo na sebi. Ves čas. In partnerski odnos to od nas tudi zahteva. Ni počitnic v tem kontekstu. Ves čas moramo delati na sebi. In tako iz opažanja lahko vidimo, da dobro namerno veliko ljudi, veliko parov partnerski odnos spremeni v terapevtski odnos in vidimo, da ne funkcionira. Če bi to funkcioniralo, sploh ne bi rabila današnjega pogovora, ker si bil v partnerskem odnosu, lahko drugega sterapirali in da nam bi šlo dobro, ampak očitno ne funkcionira na tak način, ko si mi to predstavljamo. Zdaj, en izmed zelo pomembnih trenutkov na tvojih postavitvah, bova malo kasneje razložila tudi, kako izgledajo postavitve družin, je to, da rečeš ja, je to priznati to, kar je, kot je tudi naslov Hellingerjeve knjige, ampak daj mi povej, kako ti rečeš ja nekim res težkim stvarem, recimo, če dava za primer oče ali pa dedek je bil alkoholik, je bil nasilen, je mogoče zlorabljal, kako boš ti rekel ja
zlorabi ali pa nasilju? Če na ta način pogledamo, bo večina rekla ne temu, takšnemu detku, ampak dejansko bo rekla ne alkoholiku, ne bo rekla zlorabam. Ampak eno in drugo ne moreš ločiti od tega, kar se je dogajalo in od detka. Ampak tisto bistveno, kar večina ljudi spregleda, ko gleda tega detka, zato ker gleda njegovo agresijo in alkohol, večina ljudi spregleda detka. In ta je namenjen njemu kot detku. In najlepše je to videti pri vnukih, vnukinjah, ko pridejo v kontakt s tem istim človekom, ki je za večino odraslih alkoholik in nasilnež, ti majhni otroci mu bojo pokazali, da ga imajo radi. In nekdo bo rekel, ampak oni že ne vejo, da je alkoholik, oni še ne vejo, kako je bil nasilen do svojih otrok, do svoje žene. Ja, res je, ne vejo tega. Ampak očitno vidijo tisto, kar je bistveno. Oni vidijo svojega detka. In tisti dedek, ta dedek njim ni nič naredil. In dejansko vidimo, ko je njihova svoboda potem, ker ne obsojajo tega detka, ker vidijo tisto, kar je bistveno, si dovolijo, da ga imajo radi. Ne glede na to, če lahko rečem, če to vznemirja njihove starše, ko vidijo to, otroci ga imajo radi, pika. In šele čez nekaj časa potem tudi te otroci dobijo sliko, da je njihov dedek alkoholik, ampak to ni njihova slika. To sliko je podtaknejo njihovi starši. In potem tudi oni mogoče začnejo obsojati detka. In tako ponavadi lahko tudi zdaj rečem, če bi ta isti moški umrl, ko je bil njegov sin star 2 leti, potem bi ga pa spoštovali. Pa bi bil isti nekdo, ki je imel probleme z alkoholom, isti nekdo, ki je bil agresiven, isti nekdo, ki je nemeren. Nekdo, ki je alkoholik in agresiven, še ne pomeni, da je slab človek. To, kar dela, je slabo. Ampak včasih se je potrebno tudi vprašati in si dovoliti, da se vprašamo, če gre nam s tem človekom slabo, smemo v sebe vprašati, kako gre temu človeku, kako gre temu detku, kako gre temu očetu. In očitno mu ne gre dobro. In potem, ko se začnemo spraševati, zakaj mu ne gre dobro, bomo morali ne samo, da gledamo sebe, bomo morali tudi njega pogledati, njegovo življenje, njegovo otroštvo. In sem prepričan, 100% bomo našli odgovore na vprašanje, zakaj je nemeren, zakaj je agresiven, dejansko zakaj je tako žalosten, da ne prenese svoje žalosti in jo želi utopiti v alkoholu. In hkrati, to, da je imel on težko otroštvo ali pa težko mladost, ni izgovor, da je agresiven do tistih, ki jih ima rad hkrati in ki imajo radi njega. Se pravi, tudi on je odgovoren za svoje dejanja. Ne iščemo izgovorov v tem kontekstu, ampak gledamo, kaj je rešitev, kaj pripelje k temu, da mi bolj razumemo te ljudi, da gremo tudi mi iz vloge žrtve ven, da smo pripravljeni zapustiti vlogo žrtve in da mogoče stvari, ki smo jih prej spregledali ali pa se nismo na njih niti v sanjah pomislili, da zdaj tja pogledamo in da vidimo, da kljub vsemu moramo mogoče kakšnemu detku reči, hvala, da si preživel. In to je potem bistveno, kar spremeni ta odnos, da si dovolimo, da ne obsojamo. In včasih, tako kot vidimo, velikrat, partnerji in otroci teh ljudi so zelo jezni na takšnega očeta. In kaj je potem problem? S tem očetom so povezani z jezo. Tudi potem, ko umre, niso svobodni. Še vedno so jezni na njega. In ta jeza je dejansko prizadeta ljubezen. In niso svobodni. In karkoli bojo ti ljudje kasneje naredili, ne bo pomagal k rešitvi, ker otrok potrebuje očeta in ne oče otroka. Se pravi, impulzi do rešitve so pri otroku. In ta pot potem, rekel, notranja pot velikokrat nazaj k očetu je za otroka boleča. Ampak hkrati, rekel, pozdravi tudi njegove odnose, v sedanjosti. Ker ko bo enkrat začel spoštovati svojega očeta, bo tudi sam smel pričakovati, da bojo njega otroci spoštovali, ker je njihov oče, zato ker je ta dedek njegov oče, in on je kriv, da je on postal oče. Ni kriv samo za tisto slabo in vse slabo, točno takšen, kot je bil, je te otroke peljal na to pot življenja, kateri so tudi oni smeli dati življenje naprej, če so želeli. In tukaj potem več spoštovanja, manj očitkov. In je pa osebna odločitev. In veliko ljudi
rajši trpi, ja, rajši ostanejo v vlogi žrtve, bolj ljubijo dramo, kot da bi se odločili, ja, in rekli, dovolj imam zdaj tega, rad bi nekaj naredil, da mi gre boljše, ampak to je odvisno od mene, ne od drugih, ker če bom čakal, kaj bojo drugi naredili za mene, da mi bo šlo boljše, ja, ne bomo dočakali tega. Ja, čas ne bo tega uredil namesto nas. Zdaj, ko sva že omenila alkoholika, ti mislim, da rečeš, da je pri alkoholiku je prekinjen odnos z očetom običajno, ne? Vprašanje, kaj je? Ja, dostikrat se to izkaže, jaz vedno rečem, vedno znova rad pogledam konkreten primer in ne morem posploševati. Ja, velikokrat vidimo pri otrocih, ki imajo probleme z odvisnostmi, ja, da imajo prekinjen odnos z očetom. Ampak veliko ljudi je našlo svojo rešitev v alkoholu in v alkoholizmu, zato ker so preživeli dramatične čase med vojno, ja, in doživeli ogromno travm med vojno in tistih slik in občutkov niso mogli pozabiti. In potem jim je alkohol pozabil, da so ti neprijetni občutki, ja, ostali nekje v globini, ja, da niso se jih dotaknili, ja, ker niso upali biti trezni, ja, ker takrat je zgodovina kar naenkrat postala sedanjost. In s tem razumevanjem, ja, smemo mi tudi narediti 1, 2, 3 korake nazaj s svojimi pritiski na te ljudi. Ja, in s temi 2, 3 korake nazaj imamo možnost, da vidimo več kot prej. In ne samo sebe. Zdaj reči ja, tudi recimo reči ja smrti, neki prezgodnji smrti v družini, reči ja, kaj pa reči ja recimo samomoru, ki se je zgodil, kako lahko ti res z mirom pa iskreno recimo rečeš ja takim dogodkom? Najprej se treba s temi dogodki soočiti. Ja. Najprej treba si to dovoliti, občutiti bolečino, ja, tistih, ki ostanejo, da upajo sami sebi priznati, kako boli ta izguba. Lahko tudi imamo izbiro, da rečemo temu, kar se je zgodilo, če nekdo si vzel življenje, lahko temu rečemo tudi ne. To je naša osebna izbira. Ampak s tem smo rekli tudi ne temu človeku. In če je ta človek naša mama ali pa naš oče, ja, smo rekli s tem tudi v kompletu vsemu ne. Ja. In dejansko soočanje z življenjem in sceno življenja se začne v odnosu s temi ljudmi, ja, da rečemo ja temu, kar se je zgodilo. Ja. In spet rečemo, če rečemo temu, kar se je zgodilo, ne, tega dogodka nismo zbrisali. Ja, in se ne moramo obnašati, kot da se ni zgodilo. Definitivno je dejstvo, da boli, ko se s tem soočimo. Ja, in se potem po eni drugi poti, ja, spet približamo tem ljudem, ker če nekdo si vzel življenje, se definitivno tisti, ki so ga imeli radi, ja, partnerji, partnerce in otroci od njega niso poslovili. Ja, in to je njihova travma. Ja, in travma se s časom ne bo izvenela, ja, zaradi tega, ker čas nima ničesar s to travmo, njih je prizadela smrt očeta oziroma ja, smrt mame. In potem vidimo, da moramo čisto konkretno pogledati, ja, da je premalo, da rečemo ja, zaradi tega, ker smo slišali, da je dobro, da rečemo ja, ker s tem ja je na čisto na enem drugem nivoju in ni samo razumski ja. Ja, in je povezan z enim kupom neprijetnih emocij in vse te neprijetne emocije, včasih tudi jezo tistih, ki so ostali sami, zato ker se je nekdo vzel življenje, ja, je povezano z ljubeznijo do tega človeka, ja, ki si je ne upamo čutiti, zato ker to preveč boli. Ja, je en proces za nas, ja, in ni tako, da rečemo, to bom naredil, zato ker sem to prebral v eni Hellingerjevi knjigi, ampak je za nas en proces. Lahko zelo dobro razumemo te procese, ampak s tem, ko jih razumemo, še ne pomenimo, da imamo te procese pod kontrolo. Ja. Ker tako posledično bi rekli, ja, v enem trenutku je mož naredil samomor in žena je ostala sama z otroci, ja, in ko bodo ti otroci odrasli, ja, bodo tudi imeli neprijeten občutek oziroma občutek slabe vesti, ja, a oni smejo ostati v partnerskem odnosu s svojo partnerco ali ne. Ja, je tisti dogodek iz preteklosti vplival na njih in še vedno vpliva? Ja, vpliva. Vpliva tudi na njihov partnerski odnos? Seveda vpliva. Predvsem na srečo v partnerskem odnosu. Ja, in veliko ljudi pravi, pač tako spozna, da so nemirni v partnerskem odnosu, ja, da so nemirni, ko so jezni, ko so žalostni, ja, ampak moj občutek je, da večina ljudi se postane najbolj nemirnih takrat, ko dobijo občutek, da so srečni.
takrat se začne nekaj globoko v njih trest. Ja? In veliko ljudi se potem vse bo naredilo, samo da se tega občutka sreče znebijo, ker je tako, kot da ni dovoljeno. Ja? In je potem dejstvo, da je dobro, da pogledamo v preteklost. Ja? Mogoče najdemo tam del tega, kar smo izgubili, ja? Da napolni naše življenje in da si dovolimo, da skupaj s svojimi predniki na nek način srečno in zadovoljno živimo. Ja? Ker če gre nam slabo, njim, ki jih ni več, zaradi tega ne bo šlo boljše. Ja? Velikokrat delamo pa to iz zvestobe do njih, ne, da se bi zavedali. Zelo pomembno se mi zdi to zavedanje oziroma vprašanje, a bi jaz sploh obstajala, če se nekaj težkega ne bi zgodilo v preteklosti v moji družini. Recimo, a bi jaz sploh obstajala, če moj pradedek ne bi zapustil družine, a bi si moj dedek še vedno najdel isto žensko, kakršno si je, če bi odraščal z očetom. Tako ni odraščal, ne z očetom. In pa se prav vprašaš, a bi jaz res sploh obstajala, če ne bi bilo teh težkih stvari? Ne vem. Se mi zdi, da mogoče ne, da so bile tudi te dramatične oziroma traumatične dogodki nekak razlog, da sem tudi nastala. Ja, v službi življenja je bilo vse prav, kar se je zgodilo. Tudi tisto težko je imelo čez nekaj časa dobre rezultate. Ja, življenje je šlo naprej. In tudi v tem kontekstu, ko ti pogledaš nazaj, ko pogledaš tega pradetka in te odnose, kaj se je v družini zgodilo, to, da rečeš ja, je nekaj osnovnega za te odnose. Tako da nisi pozabila na tega človeka. Ja, da veš, da je on tudi del družine, da spada zraven, ja, da ne veš točno, zakaj se je tako odločil, zakaj je bila njegova usoda takšna, kot je bila. Je imela dramatične posledice za njegove otroke, za njegovo partnerstvo? Ja, je imela, ampak s tem še ni izpadel iz družine, on je del družine. Ja, in je prispeval k premikom v družini, ja, ampak te premiki so na koncu pripeljali tudi k temu, da si danes tukaj ti. Ja, vse je bilo prav. Ja, tudi tisto, kar je bilo težko, je kvalitetna izkušnja za življenje. Ja, nekdo, ki živi brez očeta, definitivno ve, kako dragocen je oče. In če sam postane oče, ja, ali pa če je punca, ki je živela brez očeta kot otrok, ja, potem, ko ima partnerja, definitivno se zaveda, kako dragocen je partner in kako dragocen je oče njenih otrok. Ja, samo vprašanje je, če bo potem zdržala, da ga ima. Ja, in če si bo dovolila, da spodbuja svoje otroke, da imajo radi svojega očeta, kar pri njej ni bilo mogoče, ker je imela prekinjen odnos. In iz tega težkega se lahko veliko nauči za svoje življenje in tisto, kar se je naučila na boleč način, ja, ima v njenem življenju potem eno prav posebno kvaliteto. Ja, in tako bi nekdo rekel, ko bi opazoval, bi rekel, neverjetno, kako spodbujaš svoje otroke, da imajo radi svojega atija. In ona bo rekla, ja, jaz vem zakaj. Ja, ko sem bila jaz majhna, ja, in moj oče zelo zgodaj umrl. Jaz vem, kako dragocen je oče in vem, kako dragocen je partner. Ja, in to delam z veseljem. Svoje veselje, veselje otrok in tudi veselje partnerja. In tako iz nekaj težkega je ona naredila nekaj, kar ima zelo veliko kvaliteto. Ja, in kako gre potem njenemu očetu? Dobro. Kako gre njej? Tudi dobro. Ja, ni pozabila na njega. Ja, z tega, kar je od njega dobila, ja, tudi s temi izkušnjami, ki jih je dobila skupaj z njim in z mamo, je nekaj naredila. Ja, in vidimo, ja, ta ženska v svoji moči se je soočila z realnostjo. Ja, šla je ven iz vloge žrtve. Rekla je, življenje imam in z njega bom nekaj naredila. A smo lahko hvaležni tudi recimo bivšim partnerjem od naših partnerjev? A lahko njim rečemo hvala? A lahko rečemo hvala bivšim partnerjem od naših staršev? Se mi zdi, to so tudi ene osebe, ki so zelo pogosto, se ne govori o njih, kakor da ne obstajajo, razen če imajo otroke, no, če so imeli otroke, a ne naši starši z bivšimi partnerji. Tako, ja, lahko tem ljudem tudi nekako jih priznaš, jim rečeš hvala, ker zaradi njih tudi si tam, kjer si, če sem to kakorkoli smiselno povedala. Ja, seveda, zelo ima smisla, ampak sta dejansko dve različni zgodbi na dveh nivojih. Ja, se pravi, bivšim partnerjem svojih staršev je prvo, kar moramo reči, ali kar lahko naredimo, je, da jim rečemo ja. Ja. In tako si lahko predstavljamo, da je prišlo do prevare. Ja. In tako bi lahko tudi mi obsojali, kaj se je takrat zgodilo, ona je njega prevarala in je ostal sam. Ampak če pogledamo potem nadaljevanje te zgodbe, ko je ostal sam, je potem prišla ena druga ženska k njemu in mi smo potomci potem te nove nastale družine, je tisto, kar se je zgodilo, spremenilo svoje ime.
Ja. V prvem trenutku je bila beseda prevara, v naslednjem trenutku, ko pogledamo novo družino, vidimo življenje. Je bilo vse prav? Ja, je bilo tako, kot je moralo biti, ampak tudi v njunem partnerskem odnosu, kjer je šla ta ženska z enim drugim moškim, ta moški, ki je ostal sam, ni nedolžen. Ja? In tako boste potem pogledali, ja, z njo je imel 2 otroka. Ja, to je dokaz, da ni nedolžen. Če bi bil nedolžen, ja, bi ohranil nedolžnost, ampak ne bi bil oče. In to je dejstvo. In karkoli se v partnerskem odnosu dogaja, je odgovornost obeh, ne samo ženske in ne samo moškega. Oba sta odgovorna. Ja? In če potem pogledamo, to je bila prevara, ampak šlo dobro naprej. Ja? In tista ženska, ja, se je umaknila mami teh otrok, ko je šla stran. Naredila je prostor za drugo žensko. Zato mora biti spoštovana. Ja? Nam ni naredila nič. Se nas ni prevarala, ona je prevarala tega moškega. Ja? Imamo mi kakšen razlog, da smo jezni na njo? Ne. Ja? Imamo pa razloge, da jo spoštujemo. Kaj mi vemo, kaj se je dogajalo v tem odnosu? Ja? In če bi bolj natančno pogledali, bi mogoče videli, ja, 2 otroka je rodila in potem je 2 otroka izgubila. Ja? Med nosečnostjo je izgubila 2 otroka, ja, in je bila zlomljena od bolečine in njen mož ni vedel, kako jo naj obdrži v življenju, ker je čutil, da jo vleče strani življenja. In potem je prišel en drug moški, ki jo je imel tudi rad in je njo pomagal držati v življenju. In potem vidimo, smo bili slepi, če smo rekli, da je bila prevara. Ja. Očitno je bila ena malo drugačna igra življenja, ker je vseeno v igri tudi ljubezen. Ja. Ga je bolelo, ko ga je zapustila? Ja, ga je, ampak predtem jo je imel rad. In kako je imel rad? Ja, lahko vidimo, ko pogledamo, kako ima rad njene otroke. Ja. In potem tako notranje postanemo vedno bolj tihi, vedno bolj spoštljivi. Ja. Da vidimo, da smo dejansko premalo vemo, da bi smeli obsojati. Ja. In tudi takrat, ko mislimo, da imamo razlog, da obsojamo, je boljše, če ne. Ja. Ker nimamo vseh odgovorov. Ja. Lahko pa, ljudje smo na nek način tako naivni, da zelo hitro iščemo in najdemo krivce. Ampak s tem, ko najdemo krivce, že nimamo rešitev. Ja, daleč od tega. Ja, to se mi zdi zelo pomembno. Taki neki novi, malo drugačni pogledi na odnose, malo širše moramo začeti gledati. Ne? Ja, so novi pogledi, ampak niso novi odnosi, so stari odnosi. S temi pogledi lahko spremenimo odnose potem. Ja, s tem, da jih bolj spoštujemo. Zdaj vmes si omenil splav in da je to v bistvu vodilo žensko lahko nekako v smrt. Daj mi še povej, a lahko splav, ki ga je imela tvoja mama, tebe, potem, ko si bil po tem splavu, oziroma rečemo, da je imela abortus, drugače, ne kot spontani splav, a lahko tebe to na nek način vleče v smrt? Ne govorim zdaj dobesedno, lahko je to, ne vem, si depresiven, nimaš volje, da bi kaj naredil, lahko konkretno mogoče tudi kakšne, ne vem, samodestruktivna dejanja ali pa ne vem, se ukvarjaš z nekimi stvarmi, da si skozi na robu, da se skozi ogrožaš. A je lahko splav, ki je bil v tvoji družini razlog, da te vleče na nek način v smrt? 3-krat ja. Ja. In tega se sploh ne zavedamo. Ja. Tudi če otrok ne ve, če mu mama ni povedala in če je naredila abortus, je prav, da mu ne pove, ker to je njena odgovornost in njena odgovornost otroka. Ja. So takšne velikokrat posledice. Ja. Otrok ne more, kasneje rojeni otroci ne morejo priti do svoje mame. Zato je ker prvorojeni otrok ali pa tisti, ki je bil abortiran, ja, ni pri mami. Ja. In tisti, ki se kasneje rodijo, tako notranje razmišljajo, kako je meni rekla ja in njemu ne. Ja. In potem v enem ljubezni, ampak slepi ljubezni do tega nerojenega otroka, ti otroci sabotirajo svoje življenje. Ja. Nekako stavkom, ja, tebi ni bilo omogočeno, da živiš, ja, meni je sicer bilo, ampak ne bom živel. Ja, tudi jaz bom živel omejeno. Ja, se pravi, nekaj slabega, kar se je zgodilo, ja, se pride v ravnotežje z nekaj slabega. Ja, in tako je čudna rešitev. In definitivno moramo tudi vedeti to, da če se ženska odloči za abortus, še ne pomeni, da je slaba ženska. Ja, nismo v njeni situaciji, ne vemo, zakaj se je tako odločila in verjetno v tistem trenutku je bila za njo edina ali pa najboljša rešitev. Ampak ta odločitev, da naredi abortus, ima tudi posledice. Ja? In ena od posledic je posledica, kakšen je potem še naprej partnerski odnos. Ker ta nerojen otrok vpliva tudi na partnerski odnos.
če ženska reče, če je zanosila in pogleda moškega in reče, tega otroka ne bom rodila, ja, dejansko njemu reče, tvojega otroka ne bom rodila. Ja. Ali pa če ženska zanosi in moški reče, ja, jaz še nisem pripravljen imeti otrok, ja, in ženska iz ljubezni do tega otroka, oziroma da moškega, jaz pa vi otroka, ki ga ima rada in bi ga rada rodila, ja, je to ena velika žrtev za njo. In kakšen je potem njen partnerski odnos v nadaljevanju s tem moškim, se še upa iti v seksualni odnos z njim, ja, ve, kako se bo odločil, če bo spet zanosila, kar je posledica seksualnega odnosa, ali se bo umaknila. Ja, in bo se tudi čutila zavrnjeno, bo čutila svojo bolečino, ja, ker ni otroka rodila, ki ga je želela roditi, ja, in bo pogledala njega in bo čutila, da nič ne čuti. Ja, in potem dejansko je vprašanje, si še upa biti z njim, ja, ali bo gotovila, noče otroka, noče mene. Ja, ampak tako da vidimo, so posledice. Ja, in tako jaz velikrat rečem, beseda abortus je druga beseda za besedo otrok. In če se ljudje sprašujejo, če je to res, kar sem rekel, ja, in vsi tisti, ki se mogoče v tem trenutku vprašajo, reče, ne, to je abortus, ja, vsi tisti se lahko bojo dobili pravilen odgovor, ja, če bojo počakali približno 9 mesecev. Ja, in po 9 mesecih beseda abortus postane beseda otrok. Ja, in nisem rekel, da je to slaba odločitev. Ima pa posledice, ja, in ima odgovornost. In odgovorni za to odločitev so starši tega otroka, ja, in ne otroci. Tako da je resna tema in je treba resno pogledati. Ja. In tako kot sem rekel, nič ne govori o ženski, ali je dobra ali slaba. Nič. Ja, to je bila njena odločitev. Tudi ne v kontekstu dobra ali slaba. Njena odločitev je bila, ampak to je tudi njena odgovornost. Ja, in s sprejemanjem odgovornosti za to odločitev ženska dobi moč. S sprenevedanjem, to še nič ni bilo, ja, zgublja moč. Zgublja moč kot partnerka in zgublja moč kot mama otrokom, ki bojo kasneje prišli ali pa ki jih že ima. Ja. Tako je rekel, tudi noro vprašanje, če je ženska noseča, ja, da vpraša svoje otroke, ali bi imeli še bratca ali sestrico. Ja. Potem odrasla oseba prenese odgovornost za življenje in smrt na svoje otroke. Ja. Otroci nimajo nič s tem. Ona se mora odločiti, ali bo rodila ali ne bo rodila. Ja. In to je dejstvo potem. Ja. To je njena odgovornost. Kako pa ti gledaš na odpuščanje? Danes se veliko govori o tem, da moramo samo odpustiti in nam bo šlo ful boljše v življenju. A je res odpuščanje tisto, kar potrebujemo, da nam bo šlo lažje? Ja, če bi odpuščanje funkcioniralo, najnega podcasta danes ne bi bilo. Ja, ker ljudje se bi odpuščali, ja, nekdo bi nas prizadel, ja, in mi bi mu odpustili, ja, in potem bi bilo vse v redu. Ampak dejansko vidimo, da tako ne funkcionira. Ja. Če mene nekdo prizadene, ja, je moj impuls, da ga prizadenem nazaj. Ja, tudi v partnerskem odnosu je enak impuls. Ja, ne želimo ostati dolžni. Ja, tako, če nam nekaj podari, ja, imamo tudi občutek slabe vesti in nočemo biti tudi v tem kontekstu dolžni, ker je nekaj dobrega, nekaj prijetnega se nam je zgodilo in želimo potem partnerci nekaj prijetnega spet vrniti. Zaradi tega, ker jo imamo radi, bomo dali malo več nazaj. In tako se, bom rekel, kvaliteta partnerskega odnosa se lahko tudi oceni, ja, ko pogledamo, na katerem nivoju poteka izmenjava. Ali večina izmenjave v dobrem, ali večina v slabem. Ja, in če je izmenjava večinoma v slabem, je vprašanje se sploh, kakšen smisel ima partnerski odnos. Če ljudje ne znajo iti nazaj v izmenjavo v dobrem. Ja, in včasih so ljudje skupaj kot partnerji in ni več nobene izmenjave v dobrem. Sploh ni več partnerskega odnosa, samo še izmenjava v slabem. Pač ti si mene prizadel in jaz te bom prizadela nazaj. Ja. In kako gre otrokom? Če nekdo reče, ja, moramo ostati skupaj, zato ker imamo otroke, ja, dober zgled sta otrokom. Ja. In potem je to odločitev, ostati skupaj, ja, mogoče poiskati priložnost ali pa možnost, da dobita v smislu ljubezni, da ima da ljubezen še eno drugo priložnost, ja. Ampak morata prevzeti odgovornost za sebe in za partnerski odnos sama. Ja, moški in ženska nista skupaj zaradi otrok, ampak zaradi tega, ker se imata rada. Ja. Najprej sta se morala imeti rada. Ja. In ti otroci so plod ljubezni. Ja. In če pogledamo, ne vem, preko si omedla otroke alkoholika, ja. Kako izgleda, če bi otroci alkoholika očetu odpustili, da je alkoholik? Ga lahko odpustijo iz pozicije očeta? Ne. Lahko odpustijo to, kar je njim naredil? Ne. Lahko
odpustijo emocije, ki so še vedno v njihovem telesu in bolečina, s tem, ko bojo odpustili očetu, ne morejo se tega znebiti, ker so v tem odnosu še vedno prizadeti in žalostni. Ja, lahko pa odpustijo, ampak posledice ne bojo dobre, ker oni rabijo očeta. Ja, in ne oče njih, tudi če jih oče prosi za odpuščanje. Ja, ne bo funkcionirali, ja, ker predno bojo odpustili očetu, ga bomo morali obsoditi. Ja, to, kar si naredil, je bilo slabo, ampak mi smo dobri, pa ti odpustimo. In s tem se bo hierarhija podrla. Oče je tisti, ki je velik, in otroci so tisti, ki so majhni. In z odpuščanjem tisti, ki odpušča, ja, postane velik nad tistim, ki mu je nekaj slabega naredil. In če potem to preselimo v partnerski odnos je odnos dveh enakovrednih ljudi. In če en odpušča, potem se postavi nad tistega, ki ga je prizadel. In normalen partnerski odnos sploh ne more iti več naprej, ker tisti, ki je odpuščal, ima ves čas potem v žepu, bom rekel, džokarja. Ja, rekel, ja, ti si meni to naredila, ja, in takrat sem ti odpustil, zdaj pa lahko jaz tudi cerem, vse te tako ne prizadenem, ko si ti meni. Ja, in potem vidimo, ja, in če je ona njega prizadela, on tudi pri tem ni nedolžen. Oba dva sta odgovorna. Ja, ampak tisti, ki prizadene partnerco, ali pa če partnerca prizadene svojega partnerja, mora najprej sploh spoznati, kako zelo ga je prizadela. Ja, ker velikokrat je to spregledano. Ja, in mogoče je na pot do rešitve, ko nekdo spozna, kako je prizadel svojo partnerco, je, da vidi, kako je prizadel, in mogoče en stavek, ki čez nekaj časa je primeren, da ji reče, ja, da mu je žal, ker je šele zdaj spoznal, kako zelo je prizadel. Žal mi je. In potem je ta odnos bistveno bolj človeški, če njemu je žal. In da mu je žal, bo pokazal v svojih dejanjih. Ja, in bo lahko začel, rekel, na drugih temeljih, tudi na temeljih te izkušnje graditi partnerski odnos. Ja, ne pa na temeljih odpuščanja. Ja, ker na temeljih odpuščanja potem vedno nekdo ostane v vlogi žrtve. Ja, ti si slab in jaz sem dober, ki odpuščam. Ja, in ko pogledamo, rekel, malo širše, vidimo, da pač, kot sem rekel, odpuščanje ne funkcionira. Ja, vsaj ne v tem klasičnem smislu. Ja, lahko mogoče kako drugače, ampak jaz teh drugih poti ne poznam. Ja, moramo vzeti, bom rekel, svoj del odgovornosti pri tem, kar se je zgodilo. Ja, tudi če žena prevara moža, ja, je mož pri tem sodeloval. Ja, ni rekel, da ga ne prevara, ampak za partnerski odnos rabiš dva. Ja, in očitno, tako kot sva prej rekla, imata dva otroka in dva otroka sta izgubila. Ja, in tisti bolečini pri izgubi dveh otrok je prišlo do razpoke v partnerskem odnosu. In v tisto razpoko je lahko ta drugi moški noter prišel. Sta oba sodelovala, vsi trije so sodelovali. In ta moški, ki je bil prevaran, ni nedolžen in ne želi biti nedolžen, ker s tem izgublja svojo moč, ja, ker ostaja v vlogi žrtve. Ja. Potem otroci ne bojo samo jezni na svojo mamo, jezni bojo tudi na očeta. Ja. In vidimo potem, ja, tukaj gre za res, ni sprenevedanja, poglejmo to, kar je. Ja, tako kot je nastal knjigo, priznaš to, kar je. Ja, tudi jaz sem odgovoren za to, kar se dogaja. Ja, in lahko bi rekel, boril se bom za njo, šla je z drugim moškim, jaz sem za njo boril. In mogoče mu uspe, da to žensko dobi nazaj. Ampak ni popustil, ni šel v vlogo žrtve. Ja. In lahko gresta naprej v partnerski odnos čez nekaj časa, ja, da ona spet dobi, da on dobi njeno zaupanje, da je rekla, zdaj sem se odločila za tebe, ja, zdaj sem delala na tem, ja, res me boli, da sem izgubila 2 otroka. To je sicer preprosto, kar sem rekel, ampak gre za en proces, da vidi, da kaj je res bolečina. Ker če se tako vprašamo, kaj njega bolj boli? To, da je šla žena z drugim moškim, ali da sta skupaj izgubila 2 otroka? Lahko to primerjamo? Ja, lahko, ker je izguba. Ja. In tista izguba 2 otrok je zelo zarezala v njun partnerski odnos. Ja. In dejansko potem vidimo, da je bolj preprosto gledati na odnose, če si dovolimo, da ne obsojamo. Ja, namesto da iščemo krivce, da se vprašamo, kje je rešitev. Ja, kako lahko več razumem, kako sem lahko sočuten s tistimi, ja, in hkrati v eni distanci, da vidim več. Ja, in da spoštujem to, kar se je dogajalo v partnerskem odnosu mojih staršev, da vidim, da nima to nobene veze z mano, da je to partnerski odnos in da je starševstvo starševstvo.
Problematični otroci, na koga ali kaj opozarjajo, na kaj kažejo, recimo neko neprimerno vedenje, kaj s tem, hiperaktivni otroci ali pa agresivno vedenje pri otrocih, na kaj pogosto oni s tem svojim neprimernim vedenjem, v narekovajih, na kaj kažejo, na kaj sporočajo. Ja, tako, če pogledamo, vidimo, da poznamo majhne problematične otroke in odrasle problematične otroke. In problematični otroci še niso slabi otroci. Ja, s svojimi problemi, dejansko težavami, opozarjajo starše. Ja, ker če pogledamo čisto preprosto, enega otroka, ki je miren, ja, ki je zbran, ja, ki je vesel, ki je razigran, ja, moramo samo gledati njegove starše in bomo videli, kaj je razlog tega. Ja, njegovi starši so zanesljivi, ja, imajo miren partnerski odnos, so odgovorni za partnerski odnos in so odgovorni kot starši. In otrok se znotraj tega odnosa počuti varnega, ve, da lahko računa na svoje starše in zaradi tega je miren. Ja, in če pogledamo problematičnega otroka, ki je agresiven, ja, če bomo mi želeli prevzgojiti otroka, ja, ko bo, ne vem, če smo njegov učitelj ali pa vzgojitelj, ja, in mu rekli, ja, ni čudno, ja, kakšni kreteni so njegovi starši, ni čudno, da je tak otrok in velikrat si sicer na glas to ne bomo rekli, ali pa tisti učitelj ne bo rekel, si bo pa mislil, ja, da ni čuden, da ima tazga otroka, če ima takšne starše, ja, in otrok bo to čutil. In tak problematičen otrok bo še bolj problematičen tudi pri njemu. Zato je, ker otrok je zvest svojim staršem in jih ima rad, točno takšne, kot so. In za njega niso slabi starši, ja, on ima starše, ki imajo probleme in zato je tudi on nemiren, ja, ker se na njih ne more zanesti. In velikrat je potem vprašanje, zakaj je otrok agresiven. Agresiven je zato, ker se ne more nasloniti na svoje starše. Ja, ampak ta agresivnost ima svoj izvor, ja, in nima v tem, da so njegovi starši slabi. Ja, njegovi starši imajo tudi probleme, zato se otrok ne more zanesti na svoje starše. In agresiven je zato, ker ga je strah, ker ve, da se ne more nasloniti in računati na svoje starše. Otrok se boji. Ja, in če vzgojitelj takšnega otroka to ve in če spoštuje njegove starše, da sam spozna, da nič ne more za njih narediti, ja, da bi jih pomiril ali pa mogoče najde kakšno nišo, ja, da ga bodo slišali, da morajo delati tudi na sebi, da bojo našli svoj mir, da bo šlo otroku boljše. Ampak če večinoma bi bilo treba priznati, da nismo v poziciji, da bi pomagali teh ljudem, ker tudi nas ne prosijo za pomoč, lahko v odnosu do tega otroka, vemo, da tisto, kar on potrebuje, je naša pozornost. Ja, naša moč, spoštovanje njihovih staršev, ja, naša pozornost. In če pride k nam, da ga objamemo, ja, da ga objamemo in ga držimo. To je tisto, kar mu manjka doma. Ampak ne iz vloge staršev, da naredimo nekaj, kar njegovim staršem ni uspelo narediti, ker imajo probleme, ampak preprosto samo iz vloge vzgojitelja tega otroka. Ja, posvetimo mu, ne vem, 10, 15, 20 sekund svoje pozornosti. In otrok bo čutil, da če že doma nima nekoga, na kogar se lahko nasloni, ja, se lahko vsaj vrtcu, ja, da je vsaj učitelj ga ne obsoja. Ja, in mogoče pri tem učitelju oziroma vzgojiteljci bo isti otrok miren, bo rad šel v vrtec, bo rekel, le sem dober takšen, kot sem, ne rabim svojo agresijo vzbujati pozornosti in klicati pozornost nase. Ja, in dejansko vidimo, da gre tudi za neko znanje ali pa ja, spoštovanje definitivno staršev tega otroka, ja, da to lahko veliko sprememb prinese tudi na vedenju otroka. Ja, ne da bi dejansko interveniral v partnerskih odnos. Ja, vidimo, kaj je naša pozicija. Ja, in definitivno ja, tak otrok se nam ne sme smiliti. Ja, ker če se nam smili, je to naša šibkost. Ja, če rečemo, Bog je otrok, mu bo šlo zaradi tega boljše, ne, otrok že ve, da mu gre slabo. Ampak če pa rečemo, vidim, kako ti gre, in sam bom pogledal, kaj lahko naredim, da ti gre mogoče vsaj tem odnosu z mano ali v tej skupini boljše, to so moje možnosti. Ja? Ampak dejansko je potem ta odnos, te vzgojiteljce do otroka, brez milosti. Ampak je v svoji moči potem vzgojiteljca. Tudi življenje je z njim brez milosti na nek način. Ja? Ampak bo močen otrok, če bo to preživel. Ja? Močen bo, ja? Vztrajen, trmast, ja? Nepopustljiv, prišel bo do konca, vedel bo, da lahko sam. Ja? Potem tudi on lahko kasneje v življenju iz ene težke situacije ja, pride v svojo moč. Ja?
in kljub temu spoštuje svoje starše. A lahko vez z mamo se prekine že v porodnišnici, recimo, če je dojenček v inkubatorju nekaj časa? Ja, seveda. Ja. In veliko ljudi ima prekinjen odnos z mamo in noben ni kriv. Niti mama, niti otrok. Ampak odnos je prekinjen. Ja, tako, če bi šla danes v porodnišnico in gledala otroke v inkubatorju in mamo mogoče na intenzivni, ki rešuje njeno življenje in bi slišala, kako otrok joče za svojo mamo, kako je skrbeh za svojo mamo, kako je v popolni resonanci s svojo mamo in se boji za njeno življenje, potem bi razumela, kako globoka bolečina v tem otroku. In on mamo rabi, ampak nima dostopa do nje. In nobena druga ženska ni njegova mama. On točno ve, kdo je. In ta odnos nihče ne more nadomestiti. In dejansko potem, če pogledamo, nekatere ženske imajo izredno kritičen in težek porod in rešujejo njihovo življenje, so zdravniki veseli, da ni umrla in da je otrok preživel, ampak v prvih urah, v prvih dnevih ima ta ločen odnos. In potem, ko sta skupaj, je tista travma za otroka že v otroku. In traja celo življenje. In dejansko, ko potem vidimo, če bi pogledala otroka, ki joče v inkubatorju, bi čutila njegov nemir, njegovo žalost, njegovo skrb za mamo. In če bi šla s tem otrokom potem naprej v njegovo življenje, čez 20 let, bi videla, kako je nemiren v partnerskem odnosu za punco, ki jo ima rad. Zakaj? Zato, ker mu je tako blizu. In se boji bližine. Ker ima prva njegova življenjska izkušnja je, da ko si v bližini z nekom, ki ga imaš rad, si iztrgan iz te bližine, in potem, ko jočeš, ni nikogar, da ti bi potolažil, in potem ostaneš sam svojo emocijo, ki je ne smeš čutiti, in potem ima to posledice za njegov partnerski odnos. In lahko rečemo, ima ta problem v partnerskem odnosu. Ima ta, ampak noben ni kriv. In ona tega ne more nadomestiti, ker ni njegova mama. Pa ti tudi bolj kasneje v življenju, ko si odrasel, mislim, kako boš pol to nadomestil, ker takrat si to izgubil, tebe lahko mama zdaj objame, ko si star 30 let, ampak ti si takrat rabo, to bližino, ko si bil v inkubatorju. Kako lahko sploh ta manjko? Dejansko vidimo, do česa pride, tako, ki je čisto konkreten primer gledava. Ženska, ki potem na srečo preživela porod, je bila ta prava ekipa zdravnikov in so bili ljudje, ki so imeli izkušnje in so vedeli, kaj morajo narediti, da bodo rešili to žensko. In mogoče so bili tudi zdravniki, ki so bili prvič pri porodu ali pa babice in je bilo to za njih izredno kvalitetna izkušnja, ker so vedeli, da smo imeli žensko na robu, in smo bili zraven, in smo lahko celo intervenirali, da je ostala v življenju. Pri naslednjem porodu bojo rekli, sicer je komplicirano, ampak je v redu. Je bilo težko, ampak jaz vem, kaj je teža in je bila dobra izkušnja za njih. Ampak če pogledamo potem ta odnos, recimo po enem tednu je prišla mama k otroku. Njej je en teden teklo mleko, ker je čutila, da otrok joče, ker je lačen. In njeno telo je bilo tudi v resonanci z otrokom. In potem je mama ima slabo vest do otroka in bo vedno znova pri njemu. Tudi ona je bila v skrbeh za njega, ali boš preživel ali ne. In potem bo izredno velika pozornost strani mame na otroka. In impulzi, večinoma bojo vedno pri mami, da bo prišla k otroku. Otrok samo bo rekel, mama, bo takoj pri njemu. In vedno znova, mama bo takoj pri otroku, mama bo takoj pri otroku. Tudi iz ene, občutka slabe vesti, ker tisto na začetku ni tako uspel, kot naj bi uspel. In vsi impulzi odnosa otrok-mama so ravno obrnjeni. Namesto, da bi otrok prišel k mami, če kaj rabi, bo mama vedno prišla k otroku. Je dobro namerno? Je, ampak rezultati so slabi. Je sicer bližina, ampak ni kontakta. In tisto bistveno, kar je tukaj potreba spoznati, je, da sta oba vesela, da sta preživela. To je bistveno. Otrok je srečen, da je mama preživela. In mama dejansko bi morala zadržati svoj impuls slabe vesti, in dovoliti otroku mu dati priložnost, da če kaj rabi, potem kasneje, ne vem, ko sta 2-3 leta, ko nekaj rabi, da pride k njej. Ko čuti tisti impuls, ko otrok se boji priti k mami.
Ja, ker je bil neotrgan. Ja. Ampak če mu dovoli, da zbere tisti pogum, le tukaj sem. Ja, vesela sem, da sem tvoja mama. Ja, in se ne premakne. Ja. Impuls otroka k mami pomeni njegovo združitev z mamo. Ja. In dejansko, kaj ta otrok potrebuje, ja, verjetno je bil nemiren, ja, potrebuje to, da ga mama močno drži, da ga drži, da ve tle, tukaj je zdaj. Ja. In vemo, otroci, ki imajo prekinjen odnos s starši, so velikrat zelo nemirni in vzbujajo pozornost svojih staršev, želijo pozornost svojih staršev, ampak takrat, ko jo dobijo, ja, je ne zdržijo. Ja, zdržijo 5 sekund pozornosti in potem se hočejo spet iti. Ja. Ampak to je ena priložnost za spremembo odnosa, ja, ker otrok si želi, da je njegova mama močna in ne želi biti močnejši od svoje mame. On si želi, da je lahko šibek v odnosu z mamo. Ker če bo šibek v tem odnosu z mamo, bo začel od nje sprejemati, ja, tudi življenje sprejeti za to ceno, ki je stala njo in njega, ja, in potem bo lahko tudi sprejemal v partnerskem odnosu. Ker v partnerskem odnosu ni vprašanje, koliko lahko mi damo, ampak koliko lahko sprejmemo. In to sprejemanje se začne v našem odnosu s starši. In dejansko, da smo pripravljeni brezpogojno sprejeti tudi tisto, kar je bilo težko v tem odnosu. Ker tudi to so naše izkušnje. Ja, in tudi za te izkušnje smemo biti hvaležni. Ja, tudi za težke izkušnje. S tem smo, bom rekel, vzeli te lekcije. Ja, in mi ne bomo boljši možje, ne boste boljše žene, ne boste boljše mame, ne bomo boljše očetje od naših očetov in mam, ampak mogoče nam uspe, da bomo drugačni. Samo drugačni. Ja. S temi izkušnjami iz te družine, s katere prihajamo. Ja, to je potem naš potencial, ja, da pridemo končno sebi, ja, ker vidimo tisto, kar pri svojih starših zavračamo in kar smo zavračali, ja, to se v nas poudarja. Ja. In tako vidimo, zanimivo. In vemo, ja, in ne vemo, kaj bi naredili. Ja, in večji kot je upor, bolj se to v nas poudarja. Ja, na tak način smo jim, ne da si bi zavedali, njim zvesti. Ja. Ne poznam veliko žensk, ki bi rekla svojemu možu, takšen si kot tvoj oče. In takšnega te imam rada. Ja, vedno to rečemo v negativnem smislu. Ja. Isti si kot tvoj foter. Ja, ali pa če bi moški rekel svoji ženski, takšna si kot tvoja mama in takšno te imam rad. Ja, in potem bi videl, kako je prizadel. Ampak jo je prizadel v dobrem. Ja, na ta način, ne glede na to, kakšen ima on odnos s svojo mamo, se čuti strani tega moškega brezpogojno sprejeta. Ja. In če je on obsojen njene starše, ja, potem se tudi ona počuti obsojeno in zavrnjena. Ja, že itak je največkrat, ali pa velikokrat razdvojena med očetom in mamo, in sploh ne ve, kam bi šla, koga sme imeti rada, koga ne. Ampak če še njen partner obsoja njene starše, ja, to ne gre mimo nje, ampak direktno v njo. Nisem dobra takšna, kot sem. Ja. In bo tudi sama sebi dokazala, da ni dobra, tako kot ni bila dobra za starše, karkoli je naredila in niso videli. Ja, tako tudi ima spoznanje, karkoli naredimo v partnerskem odnosu, nič ni vredno. Ampak gre tudi za njen občutek lastne vrednosti. Meni je zelo všeč Hellingerjeva trditev, da razmerje dveh partnerjev v resnici sploh ne obstaja, da je to v bistvu ena iluzija, čeprav, ko se dva zaljubita, imata res občutek, ne, sva samo jaz in ti in nikogar drugega ni, ne. Ampak pa, če pogledamo, vzad za moškim stojita oče in mama, stari starši, bratje in sestre, isto je pri ženski, a ne, ta cel sistem oziroma to celo drevo stoji vzad za njo in potem ta dva sistema, ta dva drevesa čakata, da se bo nekaj razrešilo iz preteklosti, kar se še ni. Se mi zdi, da tega zavedanja še nimamo. Pa recimo tudi tako, zanj sem si predstavljala, ko se partnerja kregata, ne, da bi dejansko si, če bi imel neko sposobnost nekega, ne vem, duhovnega videnja ali pa nekega širšega videnja, da bi videl lahko vzad ta dva stara drevesa in kako se potem v bistvu, ne vem, dve veje trčta ena ob drugo, ko se te dva partnerja kregata, ti imaš sicer občutek, ne, da si ti kriv za prepir ali pa jaz sem kriva. Ampak včasih je pa to res, je v zadju toliko enih zgodb, toliko enih stvari, zaradi katerih pa mi pridemo v konflikte. Ne vem, kakšen komentar na to. Ja, dejansko vidimo, da vedno več ljudi vidi, da partnerski, in se zaveda, da partnerski odnos ni odnos 1 na 1. Ja, tako en moški, ena ženska, ampak je odnos ena družina z drugo družino. In ti dve družini sta absolutno drugačni.
Ja, ker tisto, kar je drugačno, se privlači. Ja, zato ga tudi moškega privlači ženska, ker je drugačno od njega. In zato tudi moški privlači žensko. Ja, in dejansko pride do tega soočenja dveh sistemov. Ja, in tisto, kar v družini ženske še ni rešeno, ja, kar preprosto gledamo, tako če gledamo samo eno generacijo nazaj, kar njeni starši, kar njen oče in mama nista rešila med sabo, ona ne more rešiti s svojim partnerjem. Kar njegovi starši niso rešili med sabo, on tega ne more rešiti svojo partnerco. In veliko imamo potlačenih emocij in potlačenih stavkov tudi do naše mame, do našega očeta, ker v tem odnosu otrok-starši smo imeli vseeno preveč strahu in preveč kljub temu še dovolj spoštovanja, da tistih stavkov, ki smo jih imeli v misli in ki smo mogoče sami pri sebi tudi na glas rekli, ampak ne v njihovi navzočnosti, in ki so bili upravičeni. Ja? In tudi jeza do staršev je upravičena. Ja, otrok sme biti jezen na svoje starše. Če pogledamo marsikatero družino, kaj se je dogajalo, kako si nekdo lahko drzne reči otroku, da ne sme biti jezen na svoje starše. Sme biti jezen na svoje starše. Vse s tem, ko je rekel, da je jezen na svoje starše, ali pa s tem, ko je jezen na svoje starše, še ni rekel, da so njegovi starši slabi. To, kar so mu naredili, je slabo in zato je jezen. Ja? In tako otrok kljub temu lahko spoštuje svoje starše. Je pa jezen na njih. Ja? In dejansko, ko vidimo tisto potlačeno jezo, ja, potem v bližini, v partnerskem odnosu, ja, zna partner aktivirati. In tisto, kar moški ni rekel svoji mami, ja, bo potem z lahkoto povedal svoji partnerci. Ja? In ona ga bo gledala, ja, in sem mislila, sploh nisem nič takšnega naredila. Ja. Pa sem jo trgal film. Ja. In dejansko potem vidimo, koliko osebnega vzamemo v partnerskem odnosu, kot da smo osebno prizadeti, ja, pa sploh ni bilo izrečeno nam. Ja. Ampak nam je bilo, nam osebno, ampak je bilo čez okvire tega partnerskega odnosa, ker pač, tako kot si rekla, ni 1 na 1. In konflikti v partnerskem odnosu so tudi upozorilo, pač, da moramo delati na sebi. In partnerski odnos ni terapevtski odnos. Pika. Ja, ne moramo se sterapirati v partnerskem odnosu, ker nismo starši našega partnerja. Ja. In partnerski odnos je, ko enkrat gremo v partnerski odnos, je delo na sebi, je partnerski odnos. Ja, kaj lahko naredimo, da bo šlo nam dobro, da bomo zadovoljni sami s sabo, ja, da bomo vedeli, kaj želimo, ja, potem bo našemu partnerju bistveno lažje. Ja, ker tisto, če smo mi zadovoljni, kar bo dal partner nam in kar bomo mi od njega pričakovali, bo nekaj človeškega. Nezadovoljen otrok bo imel ogromne potrebe v partnerskem odnosu, ampak tiste praznine nobena ženska ne more napolniti. Ja, lahko se utrga ven svoje srce in mu ga da, ampak ne bo dovolj. Ja, ne bo dovolj. In tako vidimo, velikokrat verjamemo, da bomo z ljubeznijo rešili partnerske odnose, prav z dodajanjem ljubezni, ampak ne bomo. Ja, ker ljubezen ne funkcionira tako, kot se mi predstavljamo. Ja, in z dodajanjem ljubezni ne bomo rešili partnerskega odnosa, partnerski odnos bomo začeli reševati s tem, ko bomo začeli dodajati red. Ja, tako ko opazimo, nekaj ni v redu. Ja, ampak se moramo dejansko najprej pogledati sami sebe, ne partnerco. Ja, s tabo nekaj ni v redu. Ja, to je fajn ugotoviti. Ja, in ženska tudi lahko reče, ja, vem, z malo nekaj ni v redu, ampak še nimamo rešitve. Ja, tudi če ona reče, vse sem jaz kriva, ja, ne vem, če je dober občutek za moškega, je pa fajn slišati. Ja, ampak če potem skupaj pogledata otroke, ja, bo ona težko rekla, da je ona kriva, da je mama, ja, ker zato je rabila njega. Ja, in včasih ljudje izgubijo občutek, zavestno, ja, se izognejo temu občutku, da se bi še spomnili, kako so imeli včasih radi partnerja. Ampak če kakšno žensko vprašamo in moškega, koliko imaš rada svoje otroke, ja, tako včasih rečemo od 1 do 10 in ženska bo rekla 20, ja. Kakšen odnos imaš s partnerjem? Ja, sem se ločila, z njim imam odnos 0. Ja, ampak včasih si njega imela rada za 20. In tisto, kar si včasih njemu dala, ne moreš dati več, ker ga nisi več z njim. In zdaj daš otrokom. In to je za otroke preveč. Ja, otroci čutijo to. Ja. In otroci ločenih staršev ne pričakujejo od svojih staršev, da se imata še vedno rada. To ni njihova želja. Ja. Tisto, kar je osnovni pogoj v tem odnosu potem otrok in njegovih ločenih staršev je,
Otrok zahteva od svojih staršev, da se spoštujeta kot oče in mama. Ja, potem gre otroku dobro. Ja. In tudi mora spoštovati odločitev svojih staršev. Ja. Njuna odločitev. To je njuna odločitev in njuna odgovornost. Odločila sta se, da bosta skupaj, ja, in potem čez nekaj časa ni šlo več in potem sta se odločila, da gresta narazen. Ja. Kje je problem? Ja. Partnerski odnos ni lastniški odnos. Tudi če sta dva poročena. Ja. Žena ni v lasti moža in mož ni v lasti žene. In očitno, tako ko pogledamo, realno je vsak odnos, posebej partnerski odnos za en določen čas. Ja. Včasih ne vemo, koliko časa bomo še z nekom skupaj. Ja. In če ljudje ne vejo, v tem trenutku se imajo fajn, ja. Rečem, da uživaj, dokler se imaš fajn. Ja, uživaj. Ja. Ja. In včasih uspe in sta dva skupaj do smrti. Ampak tudi ta partnerski odnos je odnos za določen čas. In za nas se bo partnerski odnos končal takrat, ko bomo mi umrli. Ja, takrat bo konec. Ja. Ampak življenje gre naprej. Ja. In mi upam, da bomo zadovoljni, ko bomo odšli iz življenja. Rekli, to smo naredili. Ja, to je bilo vse. Ja, nikaj več za dodati in ničesar ne obžalujem. Zdaj, recimo, tudi, kad ti partnerju rečeš, ne vem, rad te imam, ljubim te, sprejemam te, ali pa pri poroki, kad rečeš da, ti tudi s tem v bistvu rečeš da, tako, ko sem prej govorila, ne, temu celemu drevesu, celemu sistemu, se mi zdi tako fulje nekaj bolj veličastnega v tem, ko ti človeku rečeš, ne vem, rad te imam, v bistvu ti rečeš to lahko pol celi njegovi celi družini, no, celi njegovi preteklosti rečeš ja. Sprejemam. Tako kot vidimo tudi na priporočenem obredu, starši so nekje zadaj. Ja. Njegovi starši, njeni starši, bratje, sestre, včasih še detki in babice. Ja, tako, če si predstavljaš, da bi moški najprej pogledal mamo in očeta te ženske, s katero se bo poročil, še par sekund pa je bo rekel da. Ja. Ja. Njene brate, sestre, ja. Njene detke, babice. In jih pogledal in se zavedal, da dejansko, da tudi njim reče ja, ko njej reče ja. Ja. Kakšna globina bi bila potem? Ja, da bi rekel, njeni mami bom tudi rekel, ja. A ja, njenemu očetu sem pozabil reči, hvala za hčerko. Ja. Kakšen je potem odnos, da se bi tega zavedali? Ja, da se poročimo z otrokom teh ljudi. Želijo biti spoštovani, to je minimum. Ja. Mi smo z njihovim otrokom zdaj skupaj. Ja, z njihovim otrokom se bomo poročili. Ja. In s tem spoštovanjem njenih staršev moški nič ne zgubi, ničesar ne zgubi. Ja, in njemu ti ljudje niso nič naredili. Nima nobenega razloga, da bi bil jezen na njih. Ja, in tako vidimo, je ena zrelost potem potrebna, ja, da vidimo več kot samo sebe. Ja. Je, vedno je. Treba vedeti, da partnerski odnos ni samo ena na ena. Ja, tako, če pogledamo, ja, če je bila ženska preporočena za enim drugim moškim, je tudi temu odnosu prej rekel ja, če se je zdaj on z njo poročil. In njeni ljubezni do tistega prvega moža ali pa prvega partnerja, s katerima, ne vem, enega otroka recimo. Tudi njemu je rekel ja. Njemu bi moral reči dejansko hvala za ženo. Ja. In on tudi nima nobenega razloga, da je jezen na njega. Nobenega. Njemu ni nič naredil. Ja. On ga mora spoštovati. Ja. Še posebej, ko vidi, kako zelo je prizadeta še vedno s tem odnosom. Ja, ta prizadetost, ta žalost, ja, ker jo je prizadel, je za njega indikator, da se zaveda, kako zelo ga je imela rada. Ja, če drugače ne verjame, mora samo pogledati, kako ima rada tega otroka, ki ga ima skupaj z njim. Ja, in potem vidimo, ja, če se to vidimo več in tisto, kar vidimo, je dobro, da spoštujemo, ker mi si tudi želimo biti spoštovani. Kakšen pa imaš ti pogled na poroko? Se ti zdi to neka pomembna stvar v partnerskem odnosu? Tudi sam si že koliko 35 let poročen. 35 let sem svojo ženo poročena, drugo leto 25 let. Ja. Letos sva se vdahla, ko sem ugotovila, da še nisva 25 let. Ja. Ampak tako, ponovno rečem, že dvakrat greva spat, pa bo že tudi to 25 let. Kako gledam na poroko? Ja, kako se ti zdi pomemben to? Poroka je, tako če pogledamo, kakšen je efekt poroke na partnerski odnos, vidimo, da je bistveno večji efekt poroke tudi na starševstvo. Ker dva, ki se poročita, dejansko, če imata otroka, ne morate iti tako hitro narazen. Ker jih ta poroka, ja, poročna, bom rekel, obveza, ja, in zakon drži skupaj.
Ja? Ker če ne bi bila poročena, ja, pač bi prišlo do enega konflikta, ona bi rekla, jaz imam dovolj in bi šla. Ja? Tako ne more iti. Ja? In v tistem času, ker ne more še iti, ker si more vzeti tudi čas za ločitev, mogoče dva najdeta pot, ja, da še speljeta ta ovinek, ja, v partnerskem odnosu, kjer se pač nagiba k temu, da bosta ven zletela, ja, in mogoče potem ugotovita, ja, zdaj sva res bila prisiljena delati na sebi, ja, zaradi sebe, ja, in sva speljala. Ja, jaz sem vesela, da sva speljala. In ne vem, zakaj se je zdaj ta smer spet odprla, ali pa se v tem trenutku. Tisto, kar se dogaja v partnerskem odnosu, je intimno. Ja. Zaradi tega je dobro, da tudi, ko pride do konfliktov, da ostane intimno. Ja. Ker če, kot sva prej dala primer, ja, če je šla ženska z drugim moškim in če bo tam njen mož, ja, oče njenih otrok, to povedal svojim prijateljem ali pa svoji družini, bojo prijatelji iz ljubezni do svojega prijatelja in starši iz ljubezni do svojega sina obsojali njegovo ženo. In potem ima manj možnosti za rešitev, ker oni so proti njej, proti temu, kar je naredila, ampak so hkrati tudi proti rešitvi. In če ohrani to intimno in reče, jaz se bom za njo boril, tudi jaz sem odgovoren za to, kar se je dogajalo. In ostalih ljudi nič ne briga, kaj je moj partnerski odnos. Ja, bom imel veliko šans, ja, da ohrani partnerski odnos in da mogoče reši partnerski odnos v tem kontekstu, ja, da se lahko nadaljuje, ja, v enem, poglobljenem spoznanju, kaj se dogaja v partnerskem odnosu in kakšne so bile posledice in kakšna je odgovornost. Ker če bo to povedal svojim prijateljem, ja, bojo rekli, da je nor, če jo hoče imeti še nazaj. Ja. In če bo vzdržal ta komentar in bo rekel, ja, noro jo imam rad, in se bom za njo boril. In žal mi je, da sem vam povedal, vi sploh ne veste, kako jo imam rad. S tem, ko njo obsojate, tudi mene boli. Ja, nisem bil nor, da sem se poročil z njo, ampak sem imel rad, da sem se z njo poročil. In ona mene. Noben me ni prisilil. Rodila me 2 otroka, sem mi za to hvaležen. Vse to ste pripravljeni spregledati? Meni se zdi, da ne vidite tiste, kar je bistveno. Ja, vprašate se, kako gre meni, ampak ne vprašate se, kako gre njej. In meni ni vseeno, kako gre njej. Ja. In tako dejansko vidimo, kako pomembno je, da intimno ostane intimno. Ja. Da če že iščemo, nasvet nekoga, je potem dober nasvet tistega, ki nekogar ne obsoja, ki je nepristranski, ki je mogoče na strani otrok. Ja. In tam imamo potem eno možnost, kjer se varno počutimo. Ja. Ker nismo obsojeni. Ja. Ker smemo prevzeti odgovornost za sami sebe, za svoje dejanja, za odločitve. Ja, da spet pridemo nazaj v svojo moč. Se pravi, ti pa ne priporočaš, da se take stvari razlaga okrog? Ja, mislim, ko če nekdo na Facebooku objavi, da ga je žena prevarala, ja, čestitam. Ja. Očitno obožuje vlogo žrtve. Ja, ja. Če nekdo to naredi, ja, in potem ženska reče, Bog je moški, ja, pa tako ga je imela rada, ja. Ja, pred takšnim moškim bi je žensko opozoril, ja, da niti raznost ne sme iti z njim. Ker bo v naslednjem trenutku bo ona tista, ki bo storilec. Ja, in bo še enkrat pokazal, kako malo spoštuje ženske. Ampak verjetno njegov problem sploh ni povezan s partnerskim odnosom, ampak z njegovo mamo. Ja, nje se ne more maščevati, za tega se je zdaj maščeval javno svoji ženi. Ja. Je to njegova moč? Ne, to je njegova šibkost. In tega se ne zaveda. Ja. In kakšne bojo posledice? Otroci ga bojo sovražali za to, kar je naredil njihovi mami. Ker oni bodo zvesti svoji mami in se zavedajo in čutijo odgovornost svojega očeta. Ja. In ne marajo, da je nedolžen, ker ni nedolžen. Ja. In dejansko vidimo, ni tako lahko, ja, reči, ti si vse kriva, ja, ker ima posledice. Ja, in ljubezen otrok je vedno tam, kjer ni ljubezni. Tudi naša ljubezen je bila, ko smo bili mi otroci. Ja. In tako, če se tega zavedamo, smo lahko bolj previdni, ja, v odnosih. Ja. Bolj previdni, ja, bolj zreli, ja, bolj odgovorni za to, kar se dogaja. Ja. Bolj, počasni, manj impulzivni. Ja, da najprej premislimo, da vemo, da naša odločitev ima posledice. Ja, in so manjše, lažje odločitve in težje odločitve.
Ja? In kot vidimo, rekel, v času, kjer živimo, ljudje grejo prostovoljno v zakon. Ja? Imamo svobodno izbiro. Ja? Moški si izbral eno žensko, ženska si izbrala tega istega moškega. Ja? Nisem še slišal, da bi kdo zdaj v tem času prisiljen na to, da se z nekom poroči. Ja? Včasih skleda, kot da so bile pod prisilo poročene, pa nista bila. Ja? Ravno pred kratkim sem napisal, da veliko ljudi si želi več pravic v svojem življenju, še več pravic. Ampak imamo tudi pravico prevzeti odgovornost za svoje življenje. Ja? Nisem pa še nobenega videl, nobene skupine, ki bi protestirala, da želi več pravic. Oziroma, to sem videl, nisem videl tega, nobene skupine nisem videl, ki bi zahtevala več dolžnosti. Ja? Ampak to je njihova moč. Ja? S dolžnostmi in z odgovornostjo naše življenje dobi smisel. Ja? Vse, ko sta dva skupaj, je lepo. Ja? In zakon ali partnerski odnos je tudi odgovornost. In ko ženska zanosti, je še več odgovornosti. Ampak ta odgovornost je tudi povezana z enimi čist novimi občutki sreče in veselja, ko ženska rodi otroka. Je več odgovornosti? Ja, je. Ampak ta odgovornost je povezana z nečem lepim. Ja? In nočemo se, bom rekel, izogniti te odgovornosti, če želimo postati starši. Ja, je odgovornost, ampak je tudi naša moč. Ja? Moč kot mame, kot ženska, ki postane mame in moškega, ki postane oče. Ja, je naša odgovornost. Ampak je nekaj dobrega. Ja, je naša moč. Ja? In izogibanje odgovornosti je naša šibkost, še posebej, če smo odrasli. In v tem kontekstu bi zdaj še dodal, če mora otrok kot otrok prevzeti odgovornost za neuspešen odnos svojih staršev, da mu dajo vedeti, da je on kriv za mamo in očetu, da sta nesrečna skupaj, ker če se ne bi rodil, bi ona bila bog ve s katerim moškim srečna in zadovoljna in oče tudi. Otrok to verjame svojim staršem in bo prevzel odgovornost za nesrečo oziroma nesrečen odnos svoje mame in očeta. Ampak potem, ko bo tak otrok odrasel, se bo v partnerskem odnosu obnašal kot otrok in ne bo znal prevzeti odgovornosti. Ne zato, ker je slab, moral je iskati odgovore kot otrok in jih ni našel. In potem, ko bo dejansko kot oče, kot partner, moral iskati odgovore, jih ne bo našel. Tam se mu podtaknil odgovornost in tukaj ne bo našel, se bo obnašal kot otrok. In dejansko potem vidimo, je treba, mi nismo odgovorni za partnerski odnos svojih staršev in tisto odgovornost je dobro, da spustimo. In potem končno poiščemo odgovore v svojem življenju in prevzamemo odgovornost za svoje življenje. Vse smo odrasli ljudje. Naši starši nam nič več niso dolžni. Nič več, vse smo dobili. Ostalo lahko sami naredimo. In tudi to je eno pomembno spoznanje. Ampak nezavedno se velikokrat bolj najdemo recimo v poziciji, ne vem, na mestu recimo partnerjeve mame, se ženska znajde, ali pa moški se znajde na poziciji njenega očeta, se to se vse nezavedno dogaja. Mislim, kje je pol ta rešitev, da se te stvari uredijo, da se postavijo na svoje mesto? Če greva nazaj k poroki, ko sem rekel, če bi moški že pred poroko ali pa v tem kontekstu poroke se zavedal, da je poročen za hčerko teh staršev in da se jim zahvali, hvala za hčerko. Takšen moški se ne bo postavil v vlogo očeta tega otroka, s katerim je poročen. Ampak bo rekel, ti si odrasel, jaz sem odrasel, to so tvoji starši. Tako, če si predstavljamo, kako smo premaknjeni velikrat in se tega ne zavedamo, si lahko predstavljamo samo en konflikt v partnerskem odnosu. In si lahko potem ženska predstavlja, da ko je nekaj naredila in partner je znorel, da bi lahko mirno počakala, da ne bi agresivno reagirala, da bi rekla, le to, kar sem naredila, tako sama pri sebi. Absolutno ne more imeti takšnega rezultata jeze, ampak je bistveno šlo čez meje, čez vse meje in bi mirno počakala. Do konca. Potem včasih rečem, ne tega delati, ker to je samo ideja tega. Si predstavljate, da bi potem na koncu, ko se bi umiril, ker vi ne bi z agresijo podpirali njegove agresije, na koncu, ko se bi umiril, bi mu rekli, jaz nisem tvoja mama. Bi ga s tem pomirile, a bi čiznorel. In večina žensk ve, ali pa zelo veliko žensk ve, če bi mu to rekli, jaz nisem tvoja mama, vedo, da bi znorel totalno. Ampak
to, kar so mu rekli, jaz nisem tvoja mama, je resnica. Samo 4 besede, jaz nisem tvoja mama. Zakaj ga je ta resnica tako prizadela, če trdi, da ima urejen odnos s svojo mamo? Očitno ga nima. Ker če bi imel urejen odnos s svojo mamo, bi jo pogledal, bi rekel, ja, jaz vem, ti si samo moja žena. Moja mama je ena druga ženska. Moja mama je za mene nedotakljiva. Jaz jo spoštujem in jo imam rad. Ti si mama mojih otrok. Moja mama nisi. In bi ostal čisto miren. Ja? Ja. In enako je, ja, tako, ko so že prej rekla, ja, če moški reče svoji ženi, ja, takšna si kot tvoja mama. Jo to pomiri ali jo razburi? Ja, kakšna če biti kot svoja mama? Saj je njena hčerka. Ja? In če bi rekel potem tako, kot sva prej rekla, in takšno te imam rad, ja, kljub temu, da ima ona mogoče nemiren odnos s svojo mamo, je mirna v tem partnerskem odnosu, pa bistveno bolj mirna. Ja? In, ja. Zdaj sem bila že nekajkrat pri tebi na postavitvah. Vedno je posebno doživetje. Res je težko razložiti, kaj se tam dogaja. Enostavno res moraš imeti to izkušnjo. Pa vendar, če probava malo razložiti, se pravi, oseba postavi v prostor svojo temo, nek problem, nek odnos, praktično karkoli. Ne rabiš nič razlagati zgodb, kaj vse te zanima. V bistvu se moraš samo odločiti na kaj bi rad postavil, potem izbereš predstavnike oziroma ali pa ti izbereš predstavnike za te ali osebe ali neke probleme in potem samo opazuješ, kaj se začenja dogajati in razne slike se začnejo postavljati mislim, to so ljudje, ki te ne poznajo, nič ni vnaprej dogovorjeno. Običajno se potem začnejo kazati razne smrti, izgube, vojne, splavi in tako naprej. Povej mi, zakaj je tako pomembno, da te stvari pogledamo, ker jaz še vedno velikokrat slišim ljudi, ki rečejo, pusto primir, to je mim, ne diraj tega, ne? Ti si zdaj tukaj in zdaj, to je pomembno, pusti, kaj je bilo. Ja, ja, ljudje se bojimo soočiti s preteklostjo. Ja, predvsem s tistimi deli preteklosti, ki so zaviti v temo, ja, ker bolijo. Ampak kljub temu preteklost vpliva na naša življenja. Tudi če se mi sprenevedamo, tudi če ne gledamo več nazaj. Ja, s tem, ko se ne spomnimo, ne bo minilo. In je, ali pa dobro je, če zberemo pogum in da pogledamo tudi tja, kjer boli. Tja, kjer je nas bolelo v odnosih, partnerskem odnosu s starši, ja, tja, ker je bolelo naše starše v odnosu s svojimi starši. Ja. In tam so rešitve. Ja. Tam, kaj je največja tema, ja, tja moramo pogledati. Tja, kar se najbolj bolimo, moramo zbrati pogum in ravno tja pogledati, ker nekateri, tako je moja slika, čakajo, da jih pogledamo. Ja. Čakajo na nek način, da jih odpremo v svoje srce. Ja. Da so tudi oni dobrodošli, tako kot vsi ostali. In tisti, ki manjkajo, potem napolnijo, ja, tisto praznino, ja, tisto depresijo. Ja. In tam, ker je bila prej teža, če jih pogledamo, ja, če jim priznamo, da spadajo zraven, ker tudi, če jim ne priznamo, oni spadajo zraven. Ampak tam, ker je bila prej teža, ja, ker naenkrat nastane prostor, ja, ki je lep prostor. Ja, da so tako, si predstavljam, da imamo eno veliko mizo v svojem srcu in eni stoli so prazni. Ker nočemo tja pogledati, ker je bil nekdo alkoholik. Ja, ampak kljub temu je dedek ali pa pradedek. In je čas, da vemo, da tudi on spada zraven. Da pogledamo, da tudi tisti otroci, ki se niso rodili, ali pa ki so umrli kot majhni otroci, ali pa je ženska izgubila med nosečnostjo, otrok je umrl v njenem telesu, tudi tisti spadajo zraven. In to so lahko naši bratje, sestre, naši otroci, naši tete, strici. Ja, tako napolnimo tiste praznine in se končno pomirimo. In lahko prosim še enkrat ponoviš vprašanje? Mislim, da si odgovoril. V bistvu vprašanje je bilo, zakaj je kako pomembno. Poteka sam način dela. In pa tudi to je lahko, ja. In dejansko nekdo, tisto, kar je bistveno, mene zanima tisto, kar je bistveno. Ja? In vedno rečem, dajmo začeti tam, kjer je najtežje. Ja? In ljudje potem vejo, pri tebi gre za res. Ja, za res gre. Ja, ker življenje je resno. Ja?
In se moramo s tem soočiti, da resno vzamemo svoje življenje. In potem bo nekdo rekel, ja, težavo imamo v partnerskem odnosu, to bi rad postavil. Ja? In ona si izbere svojo predstavnico, on si izbere svojega predstavnika. In tako si rekla, odpremo eno duhovno polje, v katerem predstavniki družinskih članov dobijo občutke tistih ljudi, ki jih predstavljajo. In potem se nam pokaže pred našimi očmi ena notranja dinamika teh odnosov, ja, kjer oba spoznata, da se ne gre sploh za to, kdo je kriv, ampak da pogledamo tja, kamor še noben ni pogledal. To je potem teža. Ja. In če, ne vem, ženska potem spozna, ja, da ima moškega rada, s katerim je, ampak da je on čisto v drugem svetu, ja. In potem se pri postavitvi pokaže, ja, da hoče iti njena predstavnica k njemu, ampak on se je umika in njena predstavnica ima občutek, da ga bo zgubila, ja, in hoče iti zraven, ampak ne more priti, da se ne gre za to, ali ga ima rada ali ne, ampak on se boji njene bližine. Ja, in tako, če bi rekel, kako se lahko boji njene ljubezni, boji se njene bližine. Ja, ampak ne zato, ker je njena bližina slaba ali ker je on slab. Ja. In potem se mogoče spomni, ja, ali pa njen predstavnik njega se uleže na tla, ja, in jaz se izberem še eno drugo predstavnico, rečem, leži se zraven njega, ja, in tisti moški, ja, objame to žensko, ja, in je v globoki bolečini in ji reče, tako, jaz te ne bom nikoli spustil. Ja. In potem on, ja, ki je prišel skupaj s svojo ženo na postavitev, ja, da dela na sebi, ja, razpade od bolečine, ker se spomni, da je njegova mama med nosečnostjo krvavela v 3. mesecu nosečnosti in se zaveda, da je takrat zgubila enega od otrok in da je on ostal in da tisto, kar se je pokazala, je njegova sestra dvojčica in da je ona tudi tista, ki je zelo pomembna v tej družini. In potem njej kar postane jasno njeni ženi, da ta odnos, ki ga ima v tem trenutku z njim, ki ga je imela, je odnos kot med bratom in sestro. Ja. In nič več ni čudno, ker tisto, kar sta postavila, ja, če tako opazujemo, bi nekdo rekel iz opazovanja, postavila sta svojo družino, ja, ampak soočila sta se z resnico. Resnico sta postavila in resnica se jim je pokazala. Ja, in resnica za tega moškega je, nikogar nima bolj rad kot te dvojčice, ki jo je mama zgubila. In mu je tudi povedala, da ve, da je bila punčka, ja, in da je poležala še 2 meseca, ja, čist na miru. In potem je zdravnik rekel, zdaj si že v 7. mesecu nosečnosti, zdaj že bolj varno. Ja, in je bila presrečna, da je obdržala enega otroka. Ampak tudi ta otrok je imel potem prekinjen odnos tudi z mamo. In potem vidimo, noben ni kriv, imata pa težave v partnerskem odnosu. In ko ona spozna, kje je njegova ljubezen, ja, in ko reče te ljubezni, ja, ljubezni do te sestre, ki jo mama zgubila, njegove dvojčice, potem bo tudi on začutil njeno ljubezen, ker tista ljubezen, ki je bila prej, ima prednost za njega in nobenega nima tako rad, ko ima rad to sestro dvojčico. In tako vidimo tisto, kar je bilo najtežje, se je pokazalo. Ja, in to je za njih tudi rešitev, kar ta sestra dvojčica, ki se ni rodila, je tudi teta njunih otrok in spada zraven. Ja, in del lepega v življenju svojega brata dvojčka lahko deli z njim in dobi čist drugo prisotnost v življenju. In tam, ker je bila prej teža in žalost, je lahko kar naenkrat veselje in sreča. Končno sem te našel. Ja, tudi ti ima svoje ime. Ja, in vidimo, kako pomembno je se soočiti s tem. In velikrat ljudje največkrat sploh ne vejo, kaj se bo pokazalo. Ja, zato, ker je tako vse v temi in vse tako potlačeno, ker se ne upamo s tem soočiti. Ampak je dragoceno potem. Potem žena bolj razume moža, mož bolj razume ženo. Ja, vidijo, da sploh ni v kontekstu, kdo je kriv, kdo je slab in dober, ampak kdo še spada zraven. In potem bo ona mogoče ugotovila, moja mama je tudi zgubila brata dvojčka. In pol videti, je čudno, da sta se srečala. Ne, ni, ker enako ali pa podobno privlači podobno. Ja, in potem se ona zaveda, to moram jaz tudi postaviti. Jaz imam tudi zaradi tega prekinjen odnos s svojo mamo, ker moja mama vleče k temu dvojčku, ki ga je zgubila. In potem kar naenkrat oba vidita več. Ja, in
tisto več je potem so ljudje, dragoceni ljudje, ki spadajo zraven. Ja? In tako si predstavljamo, ja, kako gre mrtvim, če gre nam slabo, gre mrtvim s tem boljše in kako gre mrtvim, če gre nam dobro. Če si končno dovolimo, da nam gre dobro, da zdržimo, da smo srečni. In takrat, ko smo srečni, mogoče, da se dovolimo, da rečemo sreči, prosim še. Ja? S tem večina ljudi prestopi okvirje dovoljene sreče v njihovi izvorni družini. S tem večina začne varati svojo družino na nek način, ampak ostanejo zvesti sebi, svoji družini. In če to zdržijo, bojo marsikaj zdržali. Kar se mi zdi pri tvoji metodi najboljše to, da je tako zelo fizična, zelo realna. Ne? Tam so dejansko ljudje, ni tako v nekih oblakih ali pa da bi meditiral, pa si predstavljal prednike, ampak vse je tako zelo živo in to se mi zdi, da je tisto, kar te tako res globoko se te dotakne, da lažje razumeš, da lažje... Ja, jaz si želim, da ljudje razumejo to, kar se dogaja. Ja, govorim slovensko in hkrati veš, da rečem to, da me razumete, je premalo, želim, da sodelujete, ja, da prevzamejo odgovornost za svoje življenje, ja, da mi zaupajo, oziroma da si upajo to narediti, da so dovolj pogumni in hkrati, da tisto, kar spoznajo, ja, da jim gre pod kožo, ja, da dejansko vidijo, da niso spremenili preteklosti, ampak so spremenili svojo emocionalno sliko povezano s preteklostjo. Ja, in to je potem ustvarja novo sedanjost. Ja, mi se spremenimo, ja, nekaj v nas se spremeni, lažje zadihamo, boljše nam gre, bolj cenimo svoje življenje, bolj čuvamo svoje življenje, bolj čutimo, kako je dragoceno in kako je pomembno, da nekaj svojega življenja naredimo na svoj način, s svojimi talenti, kako tudi mi služimo sebi in drugim, takšni kot smo, ja, in da se zavedamo, da smo takšni kot smo dobri. Ja, in da se ne rabimo truditi, da bi bili boljši, ker potem bi šli spet ven iz sebe, ja, in želeli ugajati. Ja, ampak da smo dobri takšni, kot smo. Povej mi, kako ti dojemaš pojem svobodne volje? Kako misliš, da imamo ljudje sploh svobodne volje? Zelo radi govorimo, da imamo svobodno voljo, jaz lahko naredim, kar hočem. Ja. To je priljubljena Bertova tema. Dejansko, meni je bil Bert vedno všeč, ker se ni bal povedati resnice. Ja, in tema svobodne volje je tema, ko slišimo potem njegovo razmišljanje o svobodni volji, človek, ki to sliši, ve, da je to šahmat. Ja, in če ponovim njegove besede, ja, Bert pravi, svobodna volja je mit. Ja, in če pogledamo kontekst svobodne volje, ja, če nekomu nekaj uspe, se nikoli ne bo zgovarjal na svojo svobodno voljo. Da bo rekel, jaz sem postala mama zaradi tega, ker imam svobodno voljo. Ne, bo rekla, kako smo super to naredili, zanosila sem in zdaj sem mama. Ja, ampak če nekaj ne uspe, takrat bomo uporabljali termin svobodne volje. Bomo rekli, zakaj si to naredila, pa si imela svobodno voljo. Se pravi, pojem svobodne volje se vedno zlorabi v ta namen, da nekoga obsodimo, da je nekaj naredil. Ja, pa je imel svobodno voljo. Ja, imamo pa tudi svobodno voljo, da prevzamemo odgovornost za svoje življenje. Ja, to pa je naša svobodna volja. Ja, ampak dejansko tukaj moramo biti previdni. Ja, ko vidimo, kaj je svobodna volja. Ja, ni tako preprosto. In na koncu tako vidimo, ja, čisto preprosto je. Ja, vedno svobodna volja je vedno razlog, da nekoga obsodimo. Vedno. Nekaj slabega se naredil, pa bi lahko naredil boljše. Ja, in nikoli ni svobodna volja povezana s pohvalo. Nikoli. Ja. Tudi mi dva nisva rabila več kot par stavkov. Ja. Da sva to pogledala. Super. Kako pa vidiš vlogo moškega in ženske v partnerskem odnosu? Danes se mi zdi, da smo tako malo po domač povedan zabluzili, da ženske zelo rade gremo v vlogo moškega, moški grejo malo v vlogo ženske, tako en tak šmoren rata. Kako ti vidiš? Verjetno imaš tudi veliko stika z partnerskimi odnosi, z problemi. Ja, te primarne vloge, moški, ženska. Živimo v svetu, predvsem v tem zahodnem svetu, kjer so sinovi prebližu svoje mame in hčerke prebližu svojega očeta. To je velikrat je to tisto, kar pelje potem do problema v partnerskem odnosu. Ker je ženska potem predvsem zelo v moški energiji in fant zelo ženske energiji. Odlično pašeta skupaj, ampak tak odnos je že naprej programiran na konflikte.
In dejansko ženska, ki je zelo blizu svojega očeta, ja, na nek način očetova ljubica, ampak v terminologiji bistveno lažje vidimo maminega sinčka. Ja. Mamin sinček zelo dobro razume ženske, ker je poln ženske energije. Točno ve, kako ženske funkcionirajo, ker je v ženskem polju svoje mame. Ja, in hkrati zna zelo dobro manipulirati ženskami in žensk ne spoštuje. In hkrati je tudi agresiven do žensk. Ja, ni samo dober, tudi agresiven je, zaradi tega, ker je jezen na svojo mamo. Zakaj je jezen na svojo mamo? Zato, ker njegovi mami ni uspel odnos z njegovim očetom in je potem njega kot sina potegnila v partnerski odnos, na očetovo mesto. Zato je jezen na svojo mamo. In nisem rekel, da je njegova mama slaba zaradi tega, ja, ampak vidimo, da je prišlo do enega premika znotraj družine in otrok sploh ne ve, kako ne pride nazaj. Ja, ker otrok se zaveda, da je njegov oče boljši za njegovo mamo, otrok se zaveda, da je on njen mož in da je on samo otrok, ampak neki zvestobi do mame bi kljub temu je rad razveselil, ampak karkoli bo za njo naredil, ne bo dobro. Ja, in tukaj potem vidimo, ja, da je dolžnost staršev, da ne glede na to, da imajo sinove ali hčerke, ampak dolžnost mame je, da spodbujajo otroke, da imajo radi svojega očeta. Dolžnost očeta je, da spodbujajo otroke, da imajo radi mamo. In to je dovoljeno. Ja? In če se to zgodi, potem otrok bo oboževal svojo mamo, ker bo vedel, da ji lahko pokaže, da ima rad svojega očeta in da pri tem ne bo tvegal njene ljubezni in se bo pri njej počutil varnega in sprejetega. Ja? In dejansko potem vidimo, je ena svoboda. Ja? In fajn je, da je hčerka blizu mame, ja? In ne vem, babice, tet, ja, tako kot je bilo tradicionalno, in dobro, da je sin blizu bratov, očeta, stricov, detka, ja? Da je tam blizu, ja? Tam je njegova moška skupina. To v tem svetu smo malo zgrešili, bom rekel, ampak lahko naredimo določene korekcije. Je naša odločitev potem. Če naši starši tega niso znali, ker jih preprosto niso bili naučeni, se lahko mi naučimo za sebe na novo. Ja, da vidimo, da določena znanja lahko dodamo svojemu, kar že znamo in vemo. In so dobre posledice. In ženska, hčerka, ki je skupaj s svojo mamo in ki čuti, da mama spoštuje njenega očeta in da ga ima rada, takšna ženska bo spoštovala tudi svojega partnerja in bo vedela, da ni njegova mama, da je njegova mama ena druga ženska. In moški, ki je v svojem očetu kot sin in čuti, da oče spoštuje njegovo mamo, tak moški bo tudi spoštoval ženske. Ja, ker moški se nauči spoštovati ženske, ko je ob moškem, ja, ob svojem očetu, ja, ki spoštuje njegovo mamo. In vidimo, da je velikokrat obrnjeno na glavo. Ja, vse je obrnjeno na glavo. Ja. Ženske so preveč v moškem, moški so preveč v ženskem. Ja. In ženske tudi velikokrat vidijo, ja, ne vem, kot biti bolj moški pomeni tudi bolj uspešen, ampak veliko uspešnih žensk je za tega, da so uspešne, žrtvovalo svojo ženskost. So pa uspešne, ampak kakšna je bila cena? Ja. In ja, rekel, imamo možnost kot starši. Ja. Ravno tem spodbujamo otrok, da imajo radi svojo mamo, spodbujamo otrok, da imajo radi svojega očeta. Ja. In je zelo preprosto, preveč preprosto. Ja. In če nekdo reče, to je preveč preprosto, ja, na to, kar so zdaj povedala, ne sam poskusi, pa bo videl, kakšne bodo rezultate. Pa ne vem, se ti zdi problem, recimo, da ženska več zasluži, pa da je ona zdaj ta provider, kako se reče, pa da moški, ne vem, rad kuha. Kako se ti to zdi? Ja, dejansko je tukaj vprašanje, ki se ga postavlja čisto jasno, ampak znotraj tega vprašanja je še eno vprašanje, ki bo tako med vrsticami. Ja. Takšna ženska je močna ženska. Ja. In njen mož je dober mož. Ampak ženska si ne želi dobrega moža. Ženska si želi močnega moža. Moža, na katerega se lahko ona nasloni. Ja. In tako potem vidimo, takšna ženska notranje stoji na prvem mestu v družini. Ja. Kar je super, samo da otroci ne stojijo na prvem mestu. To bi bila katastrofa in je katastrofa za otroke. Ampak v kontekstu odnosa,
Ja, ženska potrebuje močnega moškega, ki mu lahko zaupa, moškega, na katerega se nasloni lahko, ki je stoji ob strani. In če ženska se tega zaveda in je pripravljena zapustiti prvo pozicijo, tako rečemo, da ženska drži 3 vogale hiše, ampak če drži še 4, je to njena šibkost, ni njena moč. Ja, ker potem je moški tisti, ki je na njo naslonjen, ja, in je lahko upravičeno jezna na njega. Ja. Ampak s tem, ko stoji v prvi poziciji, ki je tudi vabljiva, s tem ima tudi partnerski odnos pod kontrolo, ker je predvsem ona tista, ki daje. In z dajanjem kontrolira tudi bližino in distanco. In s tem, ko daje, ima predvsem distanco. Ona je tista, ki je dobra, ja, v bistvu ima, če bi tako pogledali, ima še enega otroka zraven, tudi za njega skrbi. Ja. In različne so kombinacije, ja, dobro je pogledati konkreten primer, ampak ženska, ki drži 3 vogale hiše, ja, in moški, ki se upa držati prvega, velikrat je to zelo v nasprotju s tem, kako smo mi kot sinovi naučeni v svoji družini. Se pravi, da naredimo premike, ki že dolgo časa niso bili narejeni, se pravi, da si sin upa držati prvo pozicijo, da se ženska lahko na njega nasloni, da lahko na njega računa, s tem bo on močnejši in ona tudi močnejša. Ja, gre za eno drugačno predajo v partnerskem odnosu. Ampak če tako pogledaš, ko si prej rekla, ona pa boljšo plačo, on pa zaradi tega, ker je mogoče manj zasluži, ampak več naredi doma, je dobra kombinacija, kaj narobe s tem. Ja, lahko kljub temu ona njega spoštuje in on jo spoštuje in v enem drugem odnosu, v drugačnem odnosu, tudi on stoji na prvem mestu, ker ona ve, da mora stati. Pa če imam te sposobnosti, ki jih živim, ja, in svoje talente, to pomeni, da imam tudi večjo plačo, ampak še nisem večja od tebe. Ja, in si kljub temu zanesljiv, sem vesela, ja, da to zdržiš. Še ena stvar, na katero se spomnim, je tako zelo pogosto danes govorimo o toksičnih odnosih, o toksičnih ljudeh, partnerjih, starših, tudi mi na Senci imamo kdaj kakšen tak članek in jaz vedno, ko vidim to besedo toksičen, me tako malo ne vem, se mi zdi, da smo vsi na nek način toksični, vsak pač do neke mere, ampak v bistvu to, ne vem, meni to samo pomeni, da smo ranjeni in da pač še nimamo kapacitete, da bi pač te rane zacelili. Kako ti razumeš da se označimo nekoga, da je toksičen? Tako bom rekel, zanimivo. Zdaj, ko se tega toksičen... To se ful danes uporablja. Ja, to, če pogledamo vse, kar dejansko odlično funkcionira v homeopatiji, je v naravi toksično. Ja, ampak v homeopatiji je to zdravilo. Ja, in očitno tudi ti, ne vem, tako imenovano toksični odnosi res ni del mojega besednega zaklada. Sem pa še slišal za to besedo. Že ne pomeni, da so slabi odnosi, ja? Ampak so odnosi, ki opozarjajo na to, da je treba se premakniti. Ja? In včasih rečem tudi, če ima nekdo, bi rekel, toksičen odnos s svojimi starši, če zdaj namenoma uporabljam to besedo, bi tako otrok moral ugotoviti, ja, da oče in mama nista strup, ampak da sta voda za njega. Močno, ja. Zdaj, otroci od staršev jemljemo. Starši nam dajo življenje, mi tega njim ne bomo nikoli mogli vrniti, mi življenje lahko damo samo naprej. Nekako naravno je potem tudi v življenju, da starši ostarijo, da oslabijo, da tudi oni rabijo pomoč. Zanima me, do katere mere meje je nekako fair, prav, da pomagaš svojim staršem, kdaj pa si moramo priznati, da jih ne moramo rešiti, da smo nekako nemočni, da smo manjši, se mi zdi, to so neki taki težki trenutki v življenju, ko moraš priznati to svojo nemoč v odnosu s starši. Otrok se mora zavedati, kje so njegove meje. Ja. In tako, kot si rekla, to je težko takrat. Ja. Velikrat starši potem pritiskajo na otroke, pritiskajo na njegovo slabo vest v kontekstu, mi smo tvoji starši, sem tvoja mama, jaz sem tvoj oče, toliko sva za tebe naredila, zdaj moraš pa ti tudi nekaj dati nazaj. In otrok se mora samo vprašati, ja, kje je tista meja, da ne bo ogrožal svojega partnerskega odnosa in svojega odnosa do svojih otrok. Ja. Tako, če začne nekdo zelo skrbeti za svoje starše, zato ker očitno potrebuje njegovo pomoč, in otroci ga čakajo doma, ja, ki je bil,
ja, potem ga že otroci opozarjajo, da namesto, da bi gledal naprej in se zavedal svoje odgovornosti kot oče, oziroma da se bi zavedala svoje odgovornosti kot mama, ja, ta mama gleda nazaj svoje starše, ja, in je prisotna tam, ja, pri njih, iz ljubezni, definitivno, ja, ampak odsotna je tukaj, ker življenje potrebuje njeno podporo. Ja. In če odrasel otrok, če se zaveda, kje so njegove meje, bo rekel, toliko časa imam in več ga nimam. Ja, in vidim, da rabita še pomoč in jo bom zorganiziral. Jaz bom zorganiziral, če mi dovolita. Ja. In če vidimo te situacije, ki so v življenju, je to tudi za nas opozorilo, da se pripravljamo na svojo starost že zdaj. Ja, da bomo takrat sami znali za sebe poskrbeti, oziroma da bomo imeli sredstva, karkoli, ja, da bomo v poziciji, da bomo rekli, ja, to si zdaj lahko prvoščim, ja, in to je zdaj pomembno, ker potrebujem nekoga, da mi pomaga. Ja, so ljudje tudi, ki v visoki starosti še vedno samostojno skrbijo za sebe in so absolutno samostojni, kar je čudovito, ampak kar nekaj ljudi ni več samostojnih. Ampak ne morejo potem od svojih otrok zahtevati, da za njih skrbijo. To je preveč. Ja. Ponovadi rečem, predstavljaj si, da si star 2 leti, ja, in da ti rečem, ne vem, tukaj bi lahko rekel, ne vem, nesi svojo mamo na Ljubljanski grad. Ja, otrok se bo moral predati, ker ne more nesti svojo mame na Ljubljanski grad, ker je mama velika in on je majhen. Ma rad svojo mamo? Ja, jo ima, ampak je majhen. Ja. In kljub vsej ljubezni bo moral priznati poraz, ne more jo odnesti na Ljubljanski grad. Pika. In to spoznanje je dejansko zelo pomembno za tega otroka, da se zaveda svoje majhnosti pred starši. Če pa vidimo žensko, ki ima 2-letnega sina ali 2-letno hčerko, in če bi jo tukaj zunaj srečala, bi rekla, ti ga lahko neseš na Ljubljanski grad? Bi rekla, ja, z lahkoto. Ja, in bi ga prijela, ja, in bi ga nesla. Ja, in bi se ustavila, ja, bi rekla, ja, se znahodil, bi rekel, ne, nes ga. Ja, da on tudi vidi, kdo ima koga. Ja, kdo koga rabi. On rabi njo. Ja, in to zelo vidimo v tem odnosu. Ampak z leti se ta odnos ne obrne, ker otrok je še vedno 20-30 let mlajši od svojih staršev. Ja, je bolj v svoji moči, ampak je eno upozorilo, kako bomo mi poskrbeli za sebe takrat, ja, kako bo za nas poskrbljeno. In da se zavedamo, nimamo te pravice zahtevati tega od svojega otroka. Ker to pomeni, od tebe pričakujem, da za mene in najin odnos žrtvuje svoje odnose in svoje življenje. Ja, in to je ena velika žrtev, ja, ki otrok ne rabi žrtvovati. Ja, otrok ne bo rekel, mama, nimam te rad, ampak bo rekel, ne morem več, to lahko naredim. Ja, in to naredim z največjim veseljem in z ljubeznijo in s hvaležnostjo do tebe. In ostalo bom jaz poskrbel, da bo nekdo drug naredil. Ja, ker si zaslužila, da se varno počutiš, ja, da ti gre dobro še v tem življenjskem obdobju. In vedno znova boš v svojim otroci, da te obiščem, ja, da ti tudi oni lahko pokažejo, da te imajo radi. Ja. In ti odnosi so, bom rekel, vsakič, ko pogledamo, videli drugače. Ja. Ne moramo vse posplošiti, tako bi bilo idealno, ja, kar sem rekel. Ampak je uresničljivo, ampak je potrebna tudi ena modrost teh ljudi, ne samo otrok. Ja. Ker samo zahtevati, ja, je preprosto, ampak otrok smer reči tudi ne. Ja, ne bo rekel, ti si slaba mama ali pa ti si slab oče. Ne, to, kar od mene pričakuje še preveč, je slabo za mene. Ja, in se upam reči tudi ne. Ja, in takrat bo otrok rekel, ja, sebi, svoji partnerci, svojim otrokom. Ja, to je moja odgovornost, da stojim. Ja, in to bom z največjim veseljem naredil. Kaj pa vloga partnerja v takem primeru? A je vloga partnerja, da skrbi za... Govorimo o starejših letih, a ne velikrat so potem mame skrbijo za može, ki so oslabeli ali pa obratno. Ja, tukaj je potem vprašanje, do katere meje. Ja, tako, če sta dva poročena in ima ženska probleme, ja, žena, ja, zdravjem, ja, psihično in fizično, mož lahko poskrbi, ampak tukaj je tudi on omejen, ker nima tega znanja. In velikrat je se potem potreba obrniti na profesionalce, ki to delajo poklicno, ne vem, na domovih starelih in tako, in dejansko priznati, da do sem lahko naprej pa ne. Ja, ker nekdo je potem tudi pripravljen zdravje, pa je pripravljen žrtvovati svoje zdravje, svoje življenje, ja, zato da bi šlo tistemu drugemu, s katerim je začelo življenje boljše. Ampak mogoče bomo šlo boljše, če bom manj za nekaj naredil in nekdo drug še nekaj dodal, kar on ne zna, ja, in ne zmore,
In potem bo šlo obema boljše. Ja, če si dovolimo poiskati pomoč takrat, če si ti ljudje rečejo, lej, tukaj ne morem več. Ja, in je tudi ena modrost. Ja, včasih se pa čuti nekdo dolžen, bom rekel, da žrtvuje samega sebe. Ja, in tisti, ki so zdravi, imajo potem veliko probleme s svojim zdravjem potem. Ja, tako ne vem, si predstavljam, ja, da bi žena svojega moža nesla na Ljubljanski grad. Ja, tudi bo morala reči, da kapitulira. Mogoče bo naredila 100 metrov, mogoče 200, mogoče 500, ampak potem bo gotova. In to, da ne more več, ja, je dejstvo. Ampak je tudi dobro spoznanje. In potem bo rekla, lahko kaj naredimo, da nas nekdo skupaj tja pelje, pa da ti pomaga iti gor na avtobus. Pa bova skupaj dala, sva si vredna to, da damo nekomu nekaj denarja, kar sva ga prihranila, kaj ga mora razpolago, da naj jo zapelje do Ljubljanskega grada. In potem bo ti splačala, bosta skupaj plačala in bosta gore in se bosta imela lepo. In ona je potem manj naredila, ampak ima ta več. In na koncu bo še ugotovila, se na avtobus si lahko šli vse sam, nisem te rabila nest. Super. Ja? In bom spodbujala, da čim več lahko narediš sam. Ja? Preprosto. Zdaj, kot sva že prej govorila, oziroma si ti govoril, naša sreča bo nekako popolna takrat, ko bojo imeli v našem srcu prostor vsi, ki pripadajo naši družini. Ko je nekdo v družini izključen ali pozabljen, čutimo vse to praznino in prične se v nas in v naši družini iskanje teh pozabljenih in zanemarjenih članov. A lahko tudi bolezni velikokrat zastopajo osebe, ki smo jih nekako izključili? Lahko. Ja. Čist preprosti primer ti bom dal. Dan še tega sva že pogledala, ja, ampak nisva pogledala na ta način. Ja. Ko sva rekla, da je ženska šla z drugim moškim, ja, ima moža, ki jo ima rad, ima 2 otroka in 2 otroka je izgubila. Ja. In potem, kar naenkrat pride v njeno življenje, depresija. In če pogledamo širše, ja, bomo videli, da ima depresija njo, nima ona depresije. Ampak če pogledamo psihosomatiko te bolezni, ja, depresije, bolezenskega stanja, ja, je izvor pri izgubi otrok. Ja. Depresija je za njo manj življenja, dejansko vlečejo ven iz življenja. Ampak dejansko jo opozarja, da pogleda ta 2 otroka. Depresija je v službi teh 2 otrok, ni prišla slučajno. In včasih ženske ali pa moški, ki pridejo k meni, ja, in je njihova tema depresija. Ja. In vprašam, ja, koliko si ti star, bo rekla, ne, koliko si stara, bo rekla, jaz sem stara 45 let, koliko je stara depresija. In je zanimivo vprašanje. Ja, tako, in tudi sama presenečena na tem vprašanju. Potem bo začela razmišljati, rekla, 15 let? Približno 15 let. Ja. In potem se bo tako v enem procesu, ja, to je zdaj zelo poenostavljeno povedano, ja, spomnila, kaj se je zgodilo pred 15 leti. In to bo povezano z eno veliko bolečino, ker pred 15 leti je izgubila otroka. Ja, med nosečnostjo. Ja, in pred 13 leti še enega. In takrat je bila še večna depresija. Ja. In s tem, ko ona gre v ta, rekel, notranji proces žalovanja za temi otroci, ja, da tudi sama spozna, da ni kriva, da se je to zgodilo. Veliko je to en ključna točka, ja, v spremembi, ker ženske se velikrat obtožijo same sebe, da so nekaj narobe naredile, da so izgubile otroka, ampak to ni res. One niso odgovorne za otroka, ki so ga izgubile med nosečnostjo. To ni njihova odgovornost, ker če prevzame odgovornost, s tem zablokirajo svoje emocije, ker vejo, kdo je kriv, one, in se ne čutijo več. Ja? In potem tisto, kar čutijo, je depresija. Ja? In je en proces, ko vidimo, da s tem, ko ona se sooči s smrtjo svojih otrok, se sooči tudi z življenjem, ja, ki je šlo naprej, ja, njeno življenje je šlo naprej, ta 2 otroka, ki jih ima, gresta naprej, mogoče še kakšnega otroka kasneje rodila, dejansko nekdo, ki spoštuje smrt, spoštuje tudi življenje. Ja. In depresija je v tem notranjem procesu svoje naredila. Ja. Velikokrat se zgodi ta ženska, ko postavi depresijo, na koncu depresiji, ja, reče hvala. Ja, brez tebe jih ne bi našla. Ja, hvala, da si vztrajala. Ja,
in pride do sprostitve. Ja. En ciklus depresivnega obdobja je za to žensko končan in lahko nastopi en nov ciklus, s katerim je več veselja, več sreče, več radosti. Ja. Da vidite življenje, da spet vidite življenje lepo in da si dovoli, da je lepo. In mogoče ti otroci, ki jih je izgubila, del tega lepega delijo z njo. Takšna moja slika. Veš, kaj se mi zdi še malo bizarno, danes v tej duhovnosti zelo veliko govorimo o brezpogojni ljubezni, o nenavezanosti, o svobodi, o teh nekih idealih, ki se mi zdijo tako nečloveški, nerealni. Ne vem, a se ti zdi kaj problematičnega v tej današnji duhovnosti, da kaj moti, da kaj imaš kakšen komentar na... Ja, tako bi rekel, če sam pogledam, je zelo veliko svetlobe v tej duhovnosti, ki si jo omenila. In neverjetno nespoštovanje teme in tistega, kar je temno. In tega manjka, nobenega notranjega ravnotežja ni. Ja. Samo če pogledamo, kakšno ravnotežje med dnevom in nočjo, ja, noč je temna. Ampak če se predamo temi, ja, in če bomo sred noči odprli oči, bomo v zraku videli zvezde. Po dnevih pa ne bomo videli. Ja, bo bilo pa sonce in dan in oblaki in modro nebo, ja, in življenje, ampak noč spada zraven. Ja, in očitno, tako ko pogledamo, če pogledamo tam, kjer je bila prej tema ali pa v temo, ja, bomo našli tudi kakšno svetlo točko. Ja, in s tem, ko je tema temna in za nas nepoznana, ker je temna, še ne pomeni, da je to nekaj slabega. Daleč od tega. Ja. In včasih imamo občutek, da se tisto, kar mi imenujemo svetloba, hrani ravno iz teme in črpa svojo energijo tudi od tam. Ja? Tudi naše ideje prihajajo iz svetlobe ali iz teme, ali se nam v temi posveti. In kar naenkrat vemo, ja? Ko smo bili toliko prežljivi in smo čakali, smo vedeli, kjer smer gledamo. Ja? Utrinek tudi vidimo v temi. Ja? In se potem nekaj lepega zaželimo. Ja? In veš, kaj je bilo, ampak smo mogli čakati v temi, morali smo si vzeti čas. Ja, in smo rekli, kako srečo imamo. Ampak smo gledali v temo. Ja, in podobno tudi, ko si rekla kaj si rekla, 3 stvari, če še enkrat prosim ponoviš. Brezpogojna ljubezen, ja. Nenavezanost. Ja. Brezpogojna ljubezen je tudi zanimiva tema. Ja. Brezpogojna ljubezen, recimo v partnerskem odnosu bi pomenila, ja, jaz lahko tebe udaram, ja, in ti me moraš imeti še vedno brezpogojno rada. Ja, in te lahko prizadenem in ti me moraš imeti še vedno brezpogojno rada in spet te lahko udaram in spet moram od tebe, lahko zahtevam, da me imaš brezpogojno rada. In ti, če je tvoja ljubezen brezpogojna, mi ne smeš reči, lej, to me boli, to me ne delam več, tega ne dovolim več. Niti enkrat več mi ne smeš tega narediti. Ja. In dejansko vidimo, da brezpogojna ljubezen ni. Ja. Ljubezen ima določene pogoje, ja. Ima določene meje. Ja. In kdor ne spoštuje teh mej, živi omejeno. Ja. In sam si je kriv, ker ima možnost poiskati rešitve, če se sam za to odloči, ja, da prevzame odgovornost za svoje življenje. Ljubezen postavlja pogoje. Ja. In ker se mora držati določenega reda, ja, ker znotraj tega reda lahko teče in dobi tudi svojo globino. Ja, koliko smo svobodni, 2, ki sta skupaj kot fant in punca, sta še relativno svobodna. Čim ženska se zanosi, nista več svobodna, ker v tistem trenutku je on postal oče in ona mama. Karkoli se zgodi z otrokom, nista več svobodna, ker v tistem trenutku, ko je zanosila, nastane družina. Kje je potem svoboda? Ja. Svoboda za veliko ljudi pomeni, lahko delam, kar hočem, ja. Brez odgovornosti. In če pogledamo svobodo v partnerskem odnosu, koliko časa traja svoboda, svoboda tistega, ja, ki ima občutek, da ima pravico biti svoboden, svoboda traja 5 sekund. Ja. Ker to, da je svoboden, pomeni, da gre lahko v drug partnerski odnos. To je svoboda. Ja. Zanimivo si predstavljamo besedo svoboda. Ja, svoboda pomeni v tem kontekstu manj odgovornosti. Ja, ampak sem svoboden. Ja, ampak svobodno se obnaša potem, ne vem, kot 40 ali pa 60-letnik zaradi mene, ja, kot da je najstnik. Ja, najstniki so še relativno svobodni. Ja, ampak tudi čutijo, da ima
ta njihova svoboda, da vdira v to njihovo svobodo vedno več odgovornosti za lastno življenje. In to je dobro za njih, ja? Da prevzame odgovornost za svoje življenje. Počasi zaključujeva najin pogovor. Ampak v življenju moramo priti do te točke, ko se potem tudi pomirimo starši, ko moramo priznati, da so naredili vse, kar so lahko v danem trenutku, da so nam dali vse, kar so lahko in da imamo življenje in da prepoznamo njegovo dragocenost. Ja, to moramo priznati njim in sebi, da sami pridemo do tega spoznanja, da je bilo dovolj, kar so nam podarili. In v večini, ali pa v dostih primerih še preveč. Ja, in da bomo ostale same naredili. Ja, da smo jim za to hvaležni, da smo jim hvaležni tudi za tiste težke lekcije, ker potem je hvaležen otrok s svojimi starši povezan s hvaležnostjo. In s tem je svoboden. Ja, hvaležnost ga naredi svobodnega. Hvala za vse. Bilo je dovolj, ostalo bom sam naredil. Na svoj način. Ja, po drugi strani so otroci, ki so jezni na svoje starše, z njimi povezani z jezo. Ampak jih nimajo. Nimajo staršev in starši nimajo otroka. Je pa dobra povezava. Ja, in tukaj vidimo, kako pomembno je, da spoznamo, da imamo kljub vsemu tudi razlog, da rečemo svojim staršem hvala. Ja, ga imamo. Ja, in ne rabimo potem tega sploh argumentirati. Ja, zato, da sta se spoznala, zato, da sta se imela rada in zato, da sta nam rekla ja. Ja, verjamem, da spoznamo, da smo toliko zreli, da spoznamo, kako pomembno je za nas, da jim rečemo hvala za to. Ja, in v tem smo svobodni. Potem smo svobodni. Hvala, Matej, ker znaš tako lepo stvari razložiti, da se te zelo dotakne. Verjamem, da se boš marsikoga dotaknil prek tega podcasta. Pa hvala, ker nas opozarjaš, da pogledamo v korenine, da lahko potem lažje odletimo naprej v življenje. Ja, hvala tebi, Ana, za povabilo. In tako kot vedno rečem, jaz sem pripravljen delati z vsakim, ki je pripravljen delati na sebi. Ja, in da prevzame odgovornost za svoje življenje. Je potreben določen pogum, ampak je potem tudi ta pogum nagrajen. Ja, in ni moj stavek, ampak je stavek, ki ga je slišala že večina ljudi. Sreča je vedno s pogumnimi. Ja, in čas je, da vstanemo in da prevzamemo odgovornost za svoje življenje. Verjetno je to največkrat ponovljen stavek v tem najnem pogovoru. Ja, neka želja in spodbuda, da prevzamemo odgovornost zase, da se zavedamo, da je to naša moč. Ja, in da se zavedamo dejansko tudi, da lahko živimo sami, samostojno. In da je to dobro spoznanje tudi za partnerski odnos. Ja, ker samim nam potem čez nekaj časa postane dolg čas. In s partnerco nam je bolj zanimivo. Ja, zato je pomembno potem to, da iz tega jaz lahko živim sam, ja, spoznamo, s tabo mi je lepše, s tabo mi je bolj dragoceno, s tabo se tudi učim, toliko imaš drugih pogledov na življenje kot svet in svet kot jaz. Ja, s tabo se lahko ogromno naučim. Ja, in učenje je življenje in življenje je učenje, ja, celo življenje. Poslušalci, če vas zanima kaj več o Matejevem delu, najdete informacije lahko na spletni strani korenineinkrila.com. Tam najdete tudi informacije o prihajajočih terminih seminarjev, individualnih postavitev, občasno tudi kakšno potovanje z Matejem, a ne v jesen greste na Madeiro. Ja, delovni seminar. Bom rekel, delovno potovanje, Madeira bo delo na sebi in trekking po Madeiri. In komaj čakam, se veselim Madeire. In skupine, ja, dobrodošli. Sliši se odlična kombinacija. Ja. Jaz bi pa še zaključila z besedami Berta Hellingerja, ki pravi: ljubezen, ki uspe, je človeška, priznava, da potrebujemo druge ljudi, da brez drugih hiramo. Veselimo se, da lahko nekaj damo, drugemu damo in nekaj od njega vzamemo. Tako da morda nam ni potrebno sanjati toliko o brezpogojni ljubezni, prvo se naučimo ljubiti človeško in mislim, da je to zaenkrat dovolj. Ana Katarina, hvala. Hvala tebi.